Ja, en lep dober večer vsem skupaj. Se me samo zanima, me tam zadaj slišite, ali vzamem mikrofon, ali pridete vi bližji. Če bom potihom govoril, me prosim upozorite, pa bom vzel mikrofon. Tu je dosti mesta še spredaj. Zdaj, po protokolu je bilo, da se najprej predstavil Društvo Jesenski cvet, ki je soorganizator tega današnjega srečanja. Nažalost je bolezen usekala, tako da zdaj te govornice ni, pa bom jaz samo na kratko predstavil, glede na to, da sem tudi jaz član tega društva. To društvo je se pravi član Zveze gerontoloških društev Slovenije. To pomeni, da se v tem društvu ukvarjajo z skrbjo za stare ljudi. V bistvu stari ljudje, to je uraden izraz, kot da nič, ne. Jesenski cvet v Domžalah pokriva kar veliko področje, se pravi Domžale, Mengeš, Trzin, Kamnik, Tuhinjsko dolino, malo Črni graben. Kaj pravzaprav delamo? To društvo organizira mrežo prostovoljcev, ki imamo skupine starih ljudi. Se pravi, to so stari ljudje, ki naj bi bili nekje nad 65 let, pa ki so izgubili svojo socialno neko sredino, ne. Se pravi, vdove, vdovci, pač, ali pa se ne razumejo. In se enkrat tedensko srečujejo. V skupinah je običajno 10 ljudi, to pomeni maksimalno 10 ljudi, 2 prostovoljca, ki se ukvarjata s to skupino, ki jo nekako malo koordinirata, sicer sta člana, pa 8 pač teh članov starih ljudi, ne. Se pravi, to je maksimalno. Potem so pa ene skupine so manjše, druge skupine so večje. V glavnem se srečujemo enkrat tedensko, po 1 urico pa pol, malo pogovarjamo, malo šimfamo, kakšno temo tako udarimo. Načeloma je pa to, namen je, da pač te ljudje, ki so majčkeno na robu, lahko vzpostavijo neke socialne niti, da imajo neko tedensko srečanje sebi enakih, kjer si lahko malo zaupajo, kjer lahko sproščeno se pogovarjajo. Tako, no, to je nekje ta osnovna filozofija tega društva. Mislim, da je zdaj, ne vem čisto točnih podatkov, ampak mislim, da je članov okrog 280 tukaj v Jesenskem cvetu, ne. Zdaj točno, koliko je pa skupin, pa se pravi okrog 30 blizu, ne. 30 skupin. Tudi jaz sem prostovoljc, imam eno skupino v Radomljah, pač tam v prostorih, kjer imam tudi, kjer upravljam svojo dejavnost. Kje je to? Blizu tam zraven Cvetličarne v Radomljah. Kaj še? V bistvu to, se pravi, društvo nas koordinira, prostovoljce izobražuje, enkrat mesečno imamo intervizije, kjer se lahko dobimo dodatne informacije, neko pomoč, kako so delovati v skupinah. Društvo tudi organizira silvestrovanje, potem poleti imamo piknik običajno, potem kakšen izlet, potem je tabor prav medgeneracijski. Se pravi, pač v okviru nekih finančnih zmožnosti se skrbi za to, da bi pač te ljudje nekako se čutili sprejete, ne. Zdaj, jaz se moram društvu zahvaliti za to današnjo predstavitev, pa se bom pač društvu zahvalil, ne, za to, da je organiziral tole, ne. Pa seveda hvala tudi knjižnici Domžale, da so pač odstopili ta prostor, pa tudi malo promocijsko pripravili, ker v osnovi je bilo to predavano namenjeno za člane društva, ne. Ampak ko smo iskali prostor, se je pač našel tle, pač knjižnica nam je šla nasproti, pa je pol tudi ona poskrbela za to, da zdaj ste pa v glavnem tukaj tisti, kjer ste bili preko knjižnice obveščeni, ne. Tako da lepo. Če zdaj povem še nekaj besed o sebi, moje ime je Dominik, živim v Radomljah, že 10 let se ukvarjam z masažami in s tradicionalno kitajsko medicino. Danes vam bom pač skušal malo predstaviti to osnovno filozofijo tradicionalne kitajske medicine, neke osnovne pojme te tradicionalne kitajske medicine. Zdaj imam tukaj mašinico. Neke osnovne pojme, da bomo lahko, ker pač ta filozofija tradicionalne kitajske medicine je pač filozofija, ki se razvija že nekih 8000 let, ne. Ene stvari so zelo abstraktne, tako jaz bom poskušal nekako predstaviti na en tak majčkeno bolj laičen način, da bi vsaj malo sprobali začutiti, kako se te stvari funkcionirajo. Potem bomo pa malo pogledali znotraj tega, kako ta medicina gleda na prehrano, se pravi, mi se ne bomo ukvarjali z neko kitajsko prehrano, ampak samo kako ta filozofija smatra prehranjevanje kot tako.
potem, glede na to, da smo zdaj v obdobju pomladi, zunaj sicer tega ni videti, ampak po tem kitajski filozofiji je od 4. februarja nastopil obdobje pomladi. Se pravi, počasi se bodo začele te energije spreminjati in počasi bo nastopila pomlad, ki traja do 5. maja. Potem pa pride poletje, pa pozno poletje, jesen, zima, to bomo še malo videli. Bomo malo pogledali, kaj pravzaprav to obdobje nam prinaša, kako bi se mi lahko tudi sami nekaj naredili za sebe, da bomo v tem obdobju probali obdržati neko zdravje oziroma si ga še krepiti. Potem bo pa še na kratko predstavil to kitajsko veščino gibanja Qigong oziroma Tai Chi Chuan, pod različnimi besedami poznamo. Vse sta to dve različne stvari, ampak za nek laično je pravzaprav zelo eno te isto. Zdaj bom res poskušal biti kratek, pa bomo probali kakšen sklop čez dati, pa če komu ne bo kaj jasno, bomo potem malo poprašali, pa bomo videli. Ne. Zdaj sproti mogoče ne bi preveč vprašanj zastavljali, ker je določene stvari se bodo malo razvijale. No. Kaj je pravzaprav tradicionalna kitajska medicina? To je neka medicinska veda, ki se, sem rekel, razvija že nekih 8000 let. Če povem, da je ena najpomembnejših knjig, ki jo morajo naštudirati vsi zdravniki tradicionalne kitajske medicine, je bila napisana leta 1000 pred našim štetjem. Ne. To je še vedno Biblija v tem zdravstvu. Ne. Se pravi, seveda napisana je bila v nekem takem zelo poetskem jeziku, potem je zdaj že šlo tam verjetno 500 knjig, ki samo razlagajo, kaj je takrat Tun hotel napisati, ko je to pisal. Ne. Ampak zadeva se razvija, se prilagaja, kot se pač naše življenja tudi razvijajo, kot se naša civilizacija spreminja, se tudi spreminja ta tradicionalna kitajska medicina. Zdaj tukaj je 5 teh slikc, ki predstavlja 5 panog te tradicionalne kitajske medicine. Tisto prvo verjetno vsi poznate, to je akupunktura, najbolj poznana, ker je tudi od leta 1978 priznana kot uradna zdravstvena tehnika, ne, se pravi tako kot kirurgija, tako kot, ne vem, je tudi to od Svetovne zdravstvene organizacije priznano. Ne. Ostale stvari so pa zaenkrat še bolj ezoterika. Tam vidimo tisto slikco masaže, se pravi, to je kitajska masaža, tujina masaža je ravno tako del tradicionalne kitajske medicine. Potem vidimo tle spodaj to hrano, se pravi, nauko prehrani, potem imamo zelišča, Kitajci so tudi zelo močni v teh zeliščih, sam s temi ne bi, ker pač to so bolj kitajska zelišča. Mi imamo v Sloveniji dosti kvalitetnih zeliščarjev, ki praktično iste rezultate dosegajo kot oni. Ne. Pa tam na sredini še, se pravi, ta Qigong, to tehniko gibanja. Večina teh panog ali pa tehnik je zelo preventivno usmerjenih. Mogoče še najmanj akupunktura, čeprav Kitajci to akupunkturo zelo uporabljajo kot preventivo, ker pač so malo navajeni, bolj senzibilni biti do svojih teles in hitro zaznajo, kje se začenjajo neka neravnovesja, še preden bolezen izbruhne in takrat se že za akupunkturo da kar fino pomagati. Pri nas se pa akupunktura uporablja bolj kot kurativa, se pravi, ko neka bolezen, neka težava že nastop, se uporablja akupunktura. Zakaj se je na Kitajskem toliko razvila ta preventiva? V tistih časih, ko je bil največji razcvet te medicine, se pravi od leta 1000 pred našim štetjem, pa nekje do 1000 našega štetja, so bili kitajski zdravniki plačani po tem, koliko so bili ljudje zdravi. Se pravi, če je imel bolane ljudi, mu je država toliko manj plačala, če je imel zdrave ljudi, dobil toliko večje plačilo. In zato so bili prisiljeni razvijati razne tehnike, da bi ljudje ostali zdravi. Ne. Se je na Švedskem, pa mislim, da je še zdaj tako. Mislim, da počasi bo posod prišlo tako, da bomo čim več tega. Okay. Zdaj bomo 3 izraze bomo pač probali malo obdelati, ki so nam malo nenavadni, zelo filozofski. Prvo je Qi. Zdaj, nekateri ste to že slišali, Qi. Ta pravega prevoda za to besedo pravzaprav ni. Pri nas se največ uporablja beseda vitalna energija, ki ne pomeni prav veliko. No. Mi poznamo pod energijo, si vedno predstavljamo nekaj, kar se pač ne da prijeti, kar recimo električna energija, ne, svetlobna energija. Na Kitajskem pa ta energija, ta Qi, ta beseda pomeni veliko več, ker pomeni materialno in nematerialno. Se pravi, Qi je lahko tale eter, tale prostor tukaj, ampak Qi je lahko tudi tale zid, ne. Samo da je pač tle je zelo razpršen, razpršena energija, dočim tukaj je energija zelo stisnjena. Zdaj, ta kvantna fizika dokazuje to, kar oni že toliko tisoč let trdijo, ne, da je pač,
če gremo zdaj pod mikroskopom gledati tole dilo, bomo prej prišli do nekih atomov pa elektronov, ko okrog šibajo, ne? Se pravi, pridemo do neke energije, ne? In tudi oni smatrajo, da se energija lahko spreminja v materijo in nazaj materija v energijo, ne? Zdaj, če tako malo simboliziramo, če si mi predstavljamo vodo, ki teče in potoček, pa vseka fajn mraz, potoček zamrzne, ne? Se zelo spremeni ta voda, ampak še vedno, mi rečemo led, ne? Ampak še vedno je to voda, ne? Ko bo prišlo spet otoplitev, bo voda tekla naprej, ne? Ravno tako je s temi energijami, ne? Te energije se ves čas spreminjajo, ves čas pretakajo. Da nam pretiram zakompliciral. Tukaj ste si že malo prebrali, ne? Osnovo zdaj, smatra se, da pač dve pomembni energiji sta. Eno je energija vesolja, drugo je energija naše zemlje, ne? Človek je pa pač nekje vmes, odvisen od energije vesolja, to je dihanje, in odvisen od energije zemlje, to je prehrana. Vsa hrana pač zraste na zemlji, ne? Na ta način v naše telo te dve energiji prihajata. Zato sta pač tudi najbolj pomembni zadevi dihanje, pravilno dihanje, pa prehrana, zdrava prehrana. Zdaj, tam so opisani neke imena, kako je s tem čijem v telesu, ta či se v telesu ves čas nekaj transformira, ne? Ampak če mi rečemo, da je ta Juan či piše tam primarni, izvorni či, to pomeni, ko je prišlo do spočetja, ko sta se jajčece pa semenčice oplodila, takrat smo mi od staršev svojih dobili neko energijo. In to je energija, ki pomaga, da začne plod v maternici rast, da se razvija, da nastane človek, in ta energija je ves čas v nas. Od te energije smo ves čas odvisni in to je edina energija, ki nam tik-taka, ko jo zmanjka, gremo, ne? Se pravi, nekje oni smatrajo, da nekje za 120 let ne bi vsak imel te energije, za 120 let življenja, pa pač kakor z njo delamo, ne? Dočim energija, smo rekli, dihanja pa prehrane, jo pa mi dobimo v svoje telo in ta energija se potem v telesu, se te dve energije združta in se združta še hkrati s to energijo, našo primarno energijo, in to je pol energija, ko pa teče po telesu, ko prehranjuje naše organe, energija, ko nas ščiti, se pravi, dol imamo vejči, bomo pa malo več povedal tudi o tem. V glavnem, te energije se v telesu ves čas transformirajo, ves čas se spreminjajo, vsak organ bomo pol videli, ima neko svojo obliko energije. Vse te energije, pa smo rekli, pridajo primarne energije, pa prehrana, pa dihanje. To je osnova. Yin-yang. Zdaj, ko smo bili pri energiji, ne moramo mimo teh odnosov yin-yang. To ste vsi poznate, ta znak, vsi ste že slišali za to yin-yang. Malo manj nam je pa mogoče jasno, kaj pravzaprav ta yin-yang pomeni, ne? Malo vemo, da yin je ženski princip, yang je moški princip. To je v bistvu dve strani, bi rekel, ene zadeve, ne? Vsaka energija, vse na tem svetu je sestavljeno iz dveh strani, ne? Tudi vedno imamo spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, vroče, hladno, vedno sta dva principa. Nobena stvar ne more obstajati samo ena, ne? Ne moramo imeti kovanca, ko ima samo eno stran, ne? Ne more biti nekaj samo gor, vedno je nekaj tudi dol, vedno je nekaj neki konc, ne? In se pravi, ta osnovna filozofija je tudi v nastanku sveta, se pravi, tam najprej ni bilo nič, ne, tukaj tudi pri nas v Svetem pismu, ne, potem je prišlo do velikega poka. In takrat so rekli, da sta se yin in yang energiji začeli premikati. Ves čas, v vsaki, bomo pol videli, v vsakem organu, v vsakem nebesnem pojavu, ves čas se te dve energiji ena drugo izpodrivata in dopolnjujeta. In s spremembami teh energij, spremembami teh odnosa nastajajo vse naše zadeve. Vse, karkoli se na tem svetu dogaja, se dogaja ob spremembah teh dveh energij. Majčkeno je težko razumeti, ampak nam bo pol, ko bomo šli naprej, še majčkeno lažje jasno, no? Teorija petih elementov, zdaj ne vem, v bistvu mi je bilo zelo simpatično, ko sem zdajle videl na otvoritvi olimpijskih iger, kdor je gledal, je v bistvu skozi to predstavitev je peljal 5 otrok, začeli se s 5 otroki. Te 5 otroci so predstavljali to teorijo petih elementov, ne? In tudi ste videli, so imeli bundice, vsaka bundica je imela svojo barvo, to so te barve, ne? Pač, filozofija je, da je ves kozmos, vse, kar lahko si zamislimo, da na tem obstaja pač v tem kozmosu, ne bi bilo sestavljeno z teh 5 elementov, se pravi les, ogenj,
zemlja, kovina pa voda. Vsak ta element ima neko svojo energijo. In te energije so pravzaprav nam predstavljajo odnos tistega, ko smo prej videli Yin Yanga, pač različnega razmerja med Yinom in Yangom. Če gledamo, ena voda je zelo mokra, se pravi, to je nekaj hladnega, nekaj mokrega, to je totalno Yin, to je nekaj ženskega. Ne? Dočim ogenj je vročina, je svetloba, to je Yang, to je moško. Tako so rekli. Tam vidimo tudi ene puščice. Če gledamo ta zunanji krog, po tej osnovni filozofiji se teh 5 elementov med sabo podpirajo. Se pravi, les bo podpiral ogenj, ogenj bo podpiral zemljo, zemlja podpira kovino, kovina vodo in spet, ko to je ves čas ciklično, ves čas krož. Pomeni, da si en med sabo pomagajo. Dočim tiste puščice bomo pol kasneje videli, so pa v bistvu zavore. Eden drugega tudi malo zavirajo. In s tem se drži neka homeostaza, neko ravnovesje v vesolju in v ljudeh. Tukaj je kakšno vprašanje mogoče? Kako kovina podpira vodo? Kovina, kako podpira vodo? Ja, to je energetsko, ne? V bistvu to je zelo abstraktno. Mi ne smemo si predstavljati zdaj kot kovina, kako, ne? Energija kovine je tista, kjer bo podpirala energijo vode. Bomo potem lažje pri organih videli, no? Ker bomo videli, kako en organ drugega podpira. Ker zdaj gremo kar naprej na teh... Zdaj v bistvu v vsakem slajdu bi lahko govorili 1 uro, no? Ta filozofija res je dosti zahtevna, no? Če gremo na teh 5 elementov na notranjih organih, se pravi, vsako stvar, smo rekli, se da razdeliti na teh 5 elementov. Teh 5 elementov je vedno povsod prisotnih. Nobena zadeva ni samo en element. Se pravi, čim bi en element manjkal, to pomeni smrt, to pomeni konc nečesa, ne? Ni možno, da bi en element ne bil, ne? Zdaj bomo govorili, mi sicer vidimo tle jetra, srce, vranica, pljuča, pač Kitajci so razdelili teh 5 osnovnih organov na teh 5 elementov. To pomeni, da ne bi te organi imeli energijo, ki je podobna energiji lesa, ognja, zemlje, kovine in vode, ne? Se pravi, ne govorimo, da je sestavljeno iz teh elementov, ampak da ima energijo take oblike. Tudi po tradicionalni kitajski medicini ima vsak od teh organov v telesu funkcije. Mi poznamo pač te funkcije, ki jih pač naša medicina pozna, ker smo se učili pač pri biologiji ali kjerkoli pri anatomiji. V kitajski filozofiji ima vsak organ še energetske funkcije. Se pravi, nima samo teh naših fizičnih funkcij, kot jetra pač čistijo kri, skladiščijo kri. Po kitajski filozofiji so jetra zadolžena tudi za to, koliko krvi je v telesu. Se pravi, ne vem, ko mi počivamo, je kri, ponovadi vsaj 1 liter krvi v jetrih, ko mi začnemo, ne vem, z neko aktivnostjo, ko telo rab več krvi, so jetra tista, kjer bodo to kri pošiljala po telesu. In ista funkcija velja potem tudi za energijo. Se pravi, jetra so tista, kjer nam določajo, kakšna količina energije se bo po našemu telesu premikala, glede na to, kakšno porabo mi takrat imamo. Srce, vemo tudi, da pač pošilja kri po telesu. Po kitajski filozofiji je tudi srce in ožilje je to kot en organ, ne? Se pravi, srce, ožilje, to je skupen organ. Tukaj nam predstavlja ta element ognja v telesu, se pravi, toplote. V srcu, tudi Kitajci rečejo, da v srcu domuje šen. Šen, to je duh, mi rečemo tudi duša, ne? To ne bi bilo ravno tako v srcu. Zanimivo je, da po kitajski filozofiji srce nadvladuje možgane. Se pravi, čustvo je močnejše kot pa razum. To bomo pol kasneje videli, ko bomo še prišli do čustev. Načeloma je pa tako, da tudi zdaj se spet dokazuje, da so določene celice v možganih pa v srcu iste in da je srce precej hitrejše, ne? Da ko do neke odločitve pride, v nas vedno pride najprej v srcu, ne? Šele potem mi začnemo z možgani nekaj kalkulirati pa razmišljati, ampak vedno je odločitev najprej v srcu. Veliko hitrejše srce razmišlja in tudi spomin ima blazen srce, ne? Zato tudi mi rečemo, da je spomin je v srcu, ni v... Pa še potem imamo parni organ, bomo bolj videli tanko črevo in spomin ne bi bil v tankem črevesu tudi. Vranica. Kaj bo pomembno pri vranici?
Vranica je nekako center našega telesa. Tako kot je element zemlja, en tak center, eno središče, ravno tako je vranica eno središče. In vranica je zadolžena prav za to neko našo ravnovesje. Naj bo to energetsko ravnovesje, čustveno ravnovesje, pač vranica ima vedno še to funkcijo enega ravnovesja. Sicer pa vemo, da pač vranica nam čisti kri, nam izboljšuje kri, pravzaprav dela kvalitete krvi, pač pošilja te krvničke po telesu, določa to količino krvničkov, bo pač v naši krvi, in s tem je v bistvu naš imunski sistem, kompletno tudi vranica deluje, ta limfni sistem pač je vedno preko vranice, bomo o tem še potem po čustvih vedeli. Ravno tako pljuča imajo ravno tako te svoje funkcije, pač vemo, da so respiratorni organ za dihanje in s tem so pljuča tudi v bistvu glavni organ za našo izmenjavo energije z vesoljem. Ne? Se pravi, mi skozi pljuča dihamo, dobimo svežo energijo, ravno tako, ko izdihnemo, tudi izdihnemo to našo potrošeno energijo. Ledvica. Ledvica imajo eno zelo pomembno funkcijo v tradicionalni kitajski medicini. Ledvica so organ, v katerem je shranjena ta naša, se pravi, osnovna energija, ki smo jo podedovali po naših starših. Poleg tega, da ima ledvica vsak organ ustvarja neko svojo energijo, ima ledvica tudi to shranjeno, to našo, to yuan qi rečemo, se pravi, to čisto osnovno našo energijo, ki nam tik-taka, kot smo prej ugotovili. Zato ima pa B ledvice spred. Dve ledvičke, no, ja, to nisem vedel. Ja. Moč je to. Zdaj, zakaj so ti organi toliko pomembni? Ne? Ti organi so pomembni zato, ker iz teh organov potem so prepletene, kako bi rekel, vezi na vse, kar v našem telesu je. Se pravi, jetra so poleg teh funkcij so zadolžena za kite in vezi pa za majhne mišice. Se pravi, kadar imamo mi neke bolečine v sklepih, pa da to ni kost, pomeni, da je nekaj težav z našimi jetri. Ne? Verjetno so jetra zakisana ali pa pač neka težava. Mi rečemo, da se jetra da odčitati na nohtih, se pravi, ko gledamo naše nohte, vedno vemo, kaj se dogaja z našimi jetri. Če so nohti premehki, če so nohti razbrazdani, če so pikce noter, to vedno kaže na težave z jetri. Ravno tako je vsak od teh organov povezan z enim našim čutilom. Jetra so povezana z očmi, tako da prav, kadar imamo suhe oči, to pomeni, da je ogenj jeter premočen. Ne? Takrat imamo suhe oči. Rdeče oči pomeni, da kipi ta energija jeter gor, ne? Ker vročina vedno seka gor v glavo. Srce se odraža na obrazu, vse to vemo. Ne? Jaz zdaj, ko sem začel, sem verjetno malo za farbo se na obrazu videl, da imam srce majčkeno večji utrip. Takrat na obrazu mi lahko zelo vidimo, kaj se dogaja z našim srcem. Vse tisto, če je obraz bolj tako obledel, pa to pomeni, da ni neke ta prave energije v našem srcu, takrat tisti hip. Če smo rdeči, pomeni, da nam kar neki kipi noter, neki ogenj, ker srce smo rekli, da je element ognja. Pa stisne pri srcu, pa bledica. Ja. Zdaj, se pravi, odpira se pa, mi rečemo, da se odpira, ne? Tako, ker se jetra na očeh, se pa srce se na jeziku, se pravi, jezik je to naše čutilo, kot pač okus. Če bomo mi imeli kakršnekoli težave s srcem, bo naš okus precej slabši. Kadar tudi lahko vidimo na jeziku, če je jezik bled, pomeni, da srce nima dosti energije, zopet, če je jezik rdeč, pomeni, da kipi noter nekaj, da je to običajno pomeni, da je slaba voda, da voda ne more dobro ohlajati srca. Lahko pride do infarktov, do kakšnih tahikardij, najbolj se pa vidi, recimo srce, ki smo rekli prej, da je odgovoren za možgane, to pomeni tudi, da je odgovoren za naš govor. Kadar začnemo malo jacljati, to pomeni že neke težave na srcu. Kadar začnemo, vemo, da tisti, ki imajo infarkt, začne najprej. Ne? To pomeni, vedno srce je povezano z jezikom. Vranica je povezana z vsemi našimi mišicami, razen teh manjših mišic. Te zelo majhne mišice so povezane z jetri, drugače so pa vse naše mišice povezane z vranico. Kadarkoli imamo krče, težave, to pomeni, da je neka težava na vranici. Vranico vidimo na ustnicah. Barva ustnic nam kaže, kaj se dogaja z vranico. Potem pljuča
relativno logično, da so povezana z nosom, ker pač dihamo skozi nos, se pravi to čutilo voha je odvisno od pljuč. Če slabo vohamo, nekaj ni v redu s pljuči. Sicer pa so pljuča povezana s kožo, ne? Saj koža je ravno tako dihalni organ, tako kot pljuča, tako da, kot smo prej rekli, ko so oni povezani z mišicami, tako so pljuča povezana z kožo. Tudi, če vidimo, ne vem, jaz ko masiram, morda vidim kakšne dermatitise, to je vedno povezan s pljuči in to je tudi povezan, pol bomo gledali čustva z čustvom žalosti, ne. Dermatitis vedno nastane zaradi nekega predolgega obdobja žalosti. Potem smo še pri vodi, ledvica. Ledvica so zadolžena, smo rekli, že od začetka razvoja, ne, se pravi še kot fetus, je ta energija, ko je v ledvicah shranjena, potem kasneje, ko se pa začne prav energija ledvic proizvajati, je pa zadolžena vedno za kosti pa za hrustance. Se pravi, težave s hrustanci so težave z ledvicami, kadar so kakšne obrabe. Ledvica so, kaj bi še, no, kje vidimo ledvica, najboljše jih vidimo na laseh, ne. Eni fantje smo tle taki, že ko nam energija ledvic počasi peša in to pomenijo svetli lase, ko sivimo, pomeni, da nam pač pada ta osnovna energija ledvic. Ledvica so zadolžena po kitajski filozofiji tudi za vse spolne organe, se pravi, spolna sla je tudi odvisna od tega, kakšna je energija ledvic, ali je energija ledvic dobra ali slaba. Načeloma so ledvica edini organ, vedno je lahko, pri teh organih smo rekli, lahko je preveč energije, lahko je premalo energije. Pri ledvicah ne more biti preveč, je vedno lahko samo premalo. Ne? Zato je vedno potrebno ledvica greti, nikoli ne smemo ohlajati. Ledvica so vedno, lahko so v redu, lahko ima pa premalo energije. Ne morejo pa imeti preveč energije. Prosim, ja? Vranica, no se ti organi tako pač ne moramo brez, ne? Ja. Vranica pa v bistvu lahko, ne? Ja. Lahko, ne. Sicer malo hendikepiran zaradi imunskega sistema, ampak načeloma mi zdaj govorimo o teh energetskih pojavih in ostane. Tudi če smo mi brez vranice, energetsko še vedno funkcionira. Plus, da je po tradicionalni kitajski medicini sta vranica pa trebušna slinovka isti organ. Se pravi, to oni jemljajo kot en organ. Tako kot smo rekli, da je srce pa ožilje en organ, tako je tle vranica in trebušna slinovka en organ. Ne? In zdaj, če smo mi brez vranice, zaradi kakšne prometne nesreče ali pa kaj, to energetsko funkcijo, to, ko smo se pogovarjali, zdaj v bistvu upravlja trebušna slinovka. Mogoče malo slabško, pa če bi bila vranica, tam smo pač hendikepirani, vemo, da tisti ljudje imajo malo slabši imunski sistem, ampak načeloma pa to, kar je mentalno, pa te pa stvari pa ne bi morale funkcionirati. Se pravi, se rekel, jetra so za hrustanc pa to, jetra. Ne, jetra so za vezi pa kite. A ja, vezi pa kite. Hrustanco pa ledvica. Aha, ledvica, ja. Ok, zdaj, da mičkam se bolj zakomplicira, smo prej rekli, vedno je yin in yang. Ne? Te organi, o katerih smo zdaj govorili, to so polni organi, to so yin organi. Vsak organ ima po tej medicini parni organ, to je pa vedno en tak prazen ali pa votu organ. In če gledamo zdaj pri jetrih, imamo tukaj noter žolčnik, ne? Vidite, se pravi, je žolčnik kot parni organ, pri srcu imamo tanko črevo, pri vranici imamo želodec, pljuča imajo debelo črevo, ledvica imajo pa sečni mehur. Vse to so že tako neke povezave, so dosti logične, ene so nam pa malo čudne, ne? Da gledamo, da je recimo debelo črevo pa pljuča je malo čudno zgleda. Ne? Sam, prej smo rekli, da se odpirajo, da se pljuča odpirajo na koži. Ne? Vse težave na koži so težave debelega črevesa. Se pravi, suha koža, ko ne začne srbeti, to pomeni, da je debelo črevo premalo, da ima premalo vlage. Ne? Vedno vsi znaki neki, ko jih imamo, recimo, ne vem, na telesu, razen pač tisto, ko rečemo materna znamenja, ampak vsi ostali fleki izhajajo iz nekih mini zastrupitev noter v debelem črevesu. Ne? Telo tako odreagira, da ti strupe tja pošle in dobimo tiste flekce po hrbtu pa posod. Ne? Pač vedno te organi delujejo v paru, med sabo so povezani in skupaj pač tvorijo eno delovanje, ampak mi zdaj ves čas, ko govorimo o delovanju, govorimo o energetskem delovanju. Ne? Se pravi, pač fiziološko itak vemo, kako ti organi funkcionirajo, oziroma vemo, se z njimi ukvarja tudi naša medicina,
Mi bomo pa danes bolj govorili o tem energetskem sistemu, ker bomo tudi delali na tem, da bi naš energetski sistem dobro funkcioniral. Se pravi, te pari tvorijo neke energije. Za svoje delovanje te organi trošijo energijo, ampak hkrati vsak organ tudi ustvarja eno svojo specifično energijo, to je pa ta energija, ko smo rekli, ko ima lastnosti teh elementov. Zdaj, kakšna je funkcija? Funkcija teh, če rečemo, teh praznih organov oziroma votlih organov je vedno neko sprejemanje hrane, transformiranje energije ven iz te hrane oziroma transformiranje same te prehrane, da vleče ven tudi vitamine, minerale. Dočim funkcija polnih organov je, da to energijo pretransformirajo v energijo, ki jo bo naše telo rabo in tudi shranjujejo to energijo. Se pravi, energija je shranjena vedno v polnih organih, dočim prazni organi imajo nalogo, da pač hrano upeljajo ali pa zrak v naše telo, predelajo in tudi izločijo z telesa. Zanimivo. Kaj pa, naprimer, kaj je dosti ljudi operiranih na žolčnika so brez, a to bolj kaj slabše? Ja, je, ne. Načeloma je že tako slabše zaradi samega žolča, ker pač mora paziti, ko jejo mastne stvari, ker ni doziranja žolča, ampak pač žolč, ko teče iz jetra, teče direktno. Hkrati pa so malo bolj obremenjeni, ker bomo zdaj videli, ko bomo šli naprej na čustva, z jezo. Ti ljudje malo težje krutijo jezo. Tisti, kjer so brez žolčnika, zato ker je pač žolčnik tisti organ, ki je zelo zadolžen za to čustvo. Zato se pa recimo gre na jetra, ali pa na žolč. Zdaj, kot smo rekli, da je vsak organ je povezan z nekim delom telesa. Ne? Ravno tako smo rekli, je povezan tudi z nekimi čustvi. Kaj to pomeni, da je povezan? To pomeni, da bo to čustvo vplivalo na ta organ, oziroma kadar bo ta organ v nekem deficitu ali pa da bo delo hiper, bomo pač imeli težave s temi čustvi. Zdaj tle vidimo, da so jetra povezana z jezo, ne, tako kot je že gospod ugotovil, mi vemo že od nekdaj, da če smo na nekoga jezdimo, rečemo, mater, mi greš na jetra. Ne. Ampak dejansko so jetra povezana s tem čustvom jeze. Srce je povezano z srečo, vranica je z skrbjo oziroma pretiranim nekim razmišljanjem, pljuča so vedno žalost, prej sem že povedal, da žalost neko daljše obdobje vedno povzroča dermatitise oziroma neke zadeve na koži, ko je spet povezano s pljuči. Ledvica so pa strah. Ne, se tudi to poznamo, ne, da se kakšen od strahu kar polula, ne, če ga ne hitro ustrašimo. Ne. Pač spusti te mišice, nikoli ne bo bruhnil ali pa nekaj tazega, vedno se polula. Ne. Se pravi, pač strah je povezan z tem. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, če smo mi recimo nek daljše obdobje izpostavljeni strahu. Ne vem, zaradi česa, zaradi nekih mobingov, pritiskov, strahovanja, vse, bodo prej začela ledvica imeti težave. Ledvica in sečni mehur. Ampak to se najprej pokaže na nekem energetskem nivoju, se pravi na nekih simptomih, ko smo prej rekli, verjetno se bodo začele kazati neke težave, mogoče na laseh, človek na hitro začne siveti, to že kaže, da je neka velika poraba energije na ledvicah. Zdaj, zakaj? Lahko je tudi zaradi strahu. Ne? Ravno tako je z vsemi ostalimi čustvi. Po drugi strani pa, če bodo ledvica, recimo, ne vem, največji sovražnik ledvic je strah, pa pretiranost, pa sladkor, preveč sladkorja, ampak strah je en tak velik sovražnik ledvic, hlad. Če bomo mi zelo dolgo časa izpostavljeni hladu, bodo naša ledvica začela zgubljati to energijo, se pravi, bojo porabljale preveč energijo, da bi sebe obdržala, bomo mi kar naenkrat začeli postajati prestrašeni. Kar naenkrat se bomo bali nekih stvari, ki se jih drugače mogoče nismo bali. Isto je z jezo, ne. Če se bomo mi preveč zakisani, smo kar naenkrat postanemo malo jezni. Ne. Nobenega ta pravega razloga ni, prideš v službo, pa bi se za vsemi kregal. Ne. To pomeni, da so jetra pa žolč in takrat majčkeno v nekem energetskem neravnovesju. Tam smo rekli sreča, ki se malo čuden sliši, ampak pač Kitajci smatrajo, da tudi nobeno čustvo v svoji pretirani količini ni v redu. Ne? In tudi sreča, kot neko pretirano čustvo, je destruktivno. Ne? In srčni infarkt vedno useka takrat, ko smo mi neke dobre volje, na kakšni poroki, na rojstnem dnevu. Vedno, ko smo dobre volje, takrat pride do tega viška, te energije. To so ljudje, ki v bistvu vedno vemo, da zabavajo ljudi okrog sebe. Srčni ljudje so vedno veliko govorijo, zabavajo, zabavni so, pa dol pade. Lahko samo rečem, ja, iz Avstralije je prišla ena Anica, tam boš marc.
pa jo par desetletij, ne vem, ne, včasih še igrala je v igrah. In so hotela mamo presenetiti, to imajo prav zraven našega vrta, se drži hišo. In jo zagleda mama v kuhinji, zdrava, krasno vse. Tak je padla dol, v hipu. Noben ni nič povedal, torej tako. Ja. Ja, Sreče je v bistvu. Ja. Ja. Seveda, vse te stvari so načeloma na dolgi rok. Okay, lahko je, tudi poznamo, da so bili primeri, da je zadev na loteriji pa je dol padel, ne? Od tistega trenutnega šoka. Ampak načeloma, nekje po kitajski filozofiji ne bi trajalo cirka 7 let, ne bi se v telesu dogajale neke spremembe. Se pravi, če imamo mi neke težave, da smo recimo pretirano srečni, se bo nekje 7 let ta zadeva razvijala, pa pride nekje do neke bolezni. Ampak prej nam pa telo kaže simptome, razne, če smo mi pozorni, če znamo te simptome prečitati, lahko takoj ukrepamo, pa stvari počasi začnemo spreminjati. Ne? V nasprotnem primeru pa pol začnemo, ko smo pa že bolani, ne? Pol je pa že mečken kriza. Ne? Zdaj, to so ekstremi, ne? Ko smo tle napisali. In to običajno takrat, kadar mi nismo v nekem ravnovesju. Ne? Kadar smo mi v ravnovesju, so ta čustva malo drugačna. Se pravi, takrat so jetra, se pravi, ne izražajo jezo, ampak izražajo neko sprejemanje, v bistvu skoraj bi rekel dobrohotnost, ne? Ko smo mi normalno osrediščeni. Se pravi, ljudje, kadar so naša jetra v ravnotežju, smo lahko zelo sposobni dobro neke stvari organizirati, se znamo hitro odločati, to so vedno jetra zadolžena za te neke hitre odločitve. Vkolikor jetra niso v ravnovesju, začne nastopati jeza. Ravno tako pri srcu je pa pač kontra, ne? Je v bistvu, kadar smo v ravnovesju, smo srečni, razen kadar je preveč te sreče, kadar pa nismo, pa pomeni, da smo v bistvu lahko zelo, če poznamo te izraze, trdosrčni, ne? Mi poznamo trdosrčen, mehkosrčen, ne vem, ogromen izrazov to imamo, ne? Kako se na ta čustva vpliva. Se pravi, da kadar je srce nima ta prave energije, smo lahko zelo trdi do ljudi okrog sebe, ne? Kadar imamo ta pravo energijo, smo pa ljubeči, pa lahko dajemo ljubezen, sprejemamo ljubezen, v nasprotnem primeru nismo sposobni ne dajati, ne sprejemati takrat, ne? Pri vranici smo rekli, je ta skrb, ravno tako, kaj pomeni skrb? Ne? Skrb pomeni, da mi pretirano sekiramo za neke zadeve, za katere se pravzaprav ne bi rabili sekirati, ne? Po drugi strani pa pretirano razmišljanje nam bo vedno naredilo škodo na vranici. Se pravi, študentje, takrat, ko imajo izpitna obdobja, imajo kar težave, ker morajo ogromno razmišljati, se sekirajo in takrat vranica zelo energetsko pade. In prvo, kar naredijo, vzamejo čokolado. Zato, ko bomo pol videli, da so tudi povezani z okusi in sladek okus je tisti, kjer nam vranico malo dvigne in da več energije, ne? Zato študentje zdaj jejo čokolado kot veliki. Isto je pri pljučih. Pri pljučih smo rekli, je žalost. Kot dobra lastnost ljudi, ki imajo v bistvu to zdravo pljučno energijo, je pa zanimivo, je pa hrabrost. Te ljudje so zelo hrabri, ampak tudi oni srčni so zelo hrabri, ne? Ampak te so razumsko hrabri, se pravi, je hraber, zna stvari iti naprej, ampak z nekim razumom. Se pravi, ne bo se zaletavil z glavo skozi neki zid, ampak bo znal najti neko luknjo v zidu, pa bo šel skozi. To pod vplivom žalosti. Takrat, kadar je v ravnovesju, kadar so pljuča v ravnovesju, v bistvu to pomeni takrat smo mi majčkeno bolj korajžni. Ampak smo zdravo korajžni, se pravi, se ne zaletavamo, ampak smo zdravo korajžni. Zdaj zaradi se moram prav pogledati, se upravičujem. Nisem si zapisal, pa se bom spomnil, pa bom bolj povedal, kateri je to dobro. Saj drugačih je ogromen teh raznih čustev, je še znotraj tega, ne? Kaj bi še povedal? Je še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Kaj pa problemi s tankim črevesjem, če imaš
Govoriva energetsko, ne? Ali ne prebavno, ne. Ja, načeloma v tankem črevesu se predelujejo naša čustva. In to pomeni, da tanko črevo po kitajski medicini ločuje čisto od nečistega. Ravno tako je tudi z našimi čustvi. Se pravi, ko bomo videli pol biološko uro, tanko črevo svojo uro med 1 pa 3 uro, takrat tanko črevo predeluje naša tista trenutna čustva, ko smo jih mi recimo dopoldne naše dogodke, nekaj, ko smo jih doživeli, nekaj, ali so bili to kakšni stresi, ali so to kakšna srečanja, takrat nam tanko črevo predeluje, kaj je tisto, kar je za nas dobro, kaj pa ne. Kar je za nas dobro, pač ostane v srčku, ne? Kar pa ni, gre pa potem ven. To ima pa sečni mehur, ima to nalogo, da pač potem ta čustva spravi ven iz telesa. Se pravi, tanko črevo je zadolženo in ravno tako, če ne absorbira dobro hrane, tudi tukaj ne bo dobro ločeval. Se pravi, to je vedno povezano. Ni, da bi zdaj rekli, energetsko dobro dela, tam pa ne funkcionira dobro mehansko. Ne? Vedno, ko so mehanske težave, so tudi energetske težave. Vedno nam bo takrat narobe delalo. V redu? Vse se da popraviti. Kako pa lahko, recimo, pljuča, naslednja se ledvica, s kakšno energijo pospešijo delovanje oziroma vplivajo energetsko na Načeloma je tako, da pač po tej filozofiji je vedno prejšnji organ, mi rečemo mama, naslednjemu organu. Se pravi, mama vedno brezpogojno pomaga svojemu otroku, ne? Ker če je ta mama, je pol naslednji otrok. Ne? Ampak ta mama je hkrati pol tudi otrok enega pred sabo. Ne? Vedno je tako. In tako si oni v bistvu dajajo. Ne? Ker ko zakrož ta energija, se pravi, ves čas se ustvarja, temu rečemo neka homeostaza. Ne? Kompletno naše telo je pravzaprav namenjeno, da drži neko zdravje. Ne? Se pravi, da nas proba nekako držati v neki homeostazi. In dokler mi nismo nekje zaradi nekih zunanjih faktorjev, se pravi vremenskih vplivov ali pa notranjih faktorjev, to so pa vedno ta čustva, da nismo preveč iz tega vržen, on to lahko normalno dela. Ko pa nam recimo zdaj pride neki, ne vem, preveč jeze, da nas nekdo ful zdraž, se pa začne borba, se pravi, se pa začne ta jetra bodo začela porabljati preveč energije, zato bodo morali ledvica pomagati. Ne? Če bodo ledvica pomagala jetram, ne bodo mogli, se pravi, bodo dale precej energije v jetra, ne bodo mogli dobro upravljati naloge, da morajo bremzati gor srce. Ker njihova naloga je, da temu pomagajo, morajo pa držati v ravnovesju. Se pravi, ta je vedno mama temu, hkrati so jetra mama srcu, srce je mama temu, ne, v bistvu vsak je in mama in otrok. Ampak hkrati morajo pa ledvica, ko so temu mama, mi rečemo, da so temu dedek. Ne? In to pomeni, tega morajo pa dedek je tisti, kjer ga bo pomazal šesa, če ga bo pa dedek poštimo. Ne? In tle ves čas mal bremza, ne? Vsi ti organi med sabo tudi en drugega bremzajo. In bo prišlo do tega, da nam bo srce začel zelo kipeti. Ne? Tako v bistvu na ta način te stvari funkcionirajo. Ampak to so pač tudi interne noter povezave preko meridianov, so te organi povezani in ta energija se med njimi pretaka. Ne? Ampak ne bi bile te oblike energije take, da so vedno za unga naslednjega dobre energije. Se pravi, jih lahko porabi za to, da samega sebe malo nafila, ne? Da si pomaga. Pol pa itak on spet to energijo transformira, da je to pač njegova energija, se pravi, da je to potem energija jeter. Ne? Vsak organ v bistvu pri svojem delovanju ustvarja neko energijo. Se pravi, on bo to energijo, ki jo bo dobil od ledvice, bo porabil za to, da bo sploh kot jetra funkcioniral. Ne? Ampak hkrati bo pa ustvaril novo energijo jeter, ki bo pač šla naprej in bo pomagala srcu, da bo lahko funkcioniral. To pa pač potem preko teh meridianskih povezav po telesu laufajo ta pretakanja. Potem so še komplikacije, to imamo neke eksterne, posebne meridiane, kjer so tudi kot neki silosi, kjer se višek energije lahko kopič, ko ima neki organ viška energije, ki že sam poskrbi, da ni kar takoj da ne eksplodira neka težava, ampak se ta energija nekje malo akumulira in se potem spet uporablja, ko jo nek drug organ manjka. To je v bistvu zelo en tak mehanizem energetski, ki laufa zelo, zelo subtilen. Ampak mi ga skozi podiramo. Ne? Mi ga podiramo s prehrano, mi ga podiramo z nekimi stresi, mi ga podiramo tudi v bistvu, če smo neprimerno oblečeni v nekih vremenskih okoliščinah ali pa kadar so ekstremne vremenske okoliščine, se te zadeve podirajo in pač telo mora probati nekako poskrbeti, da bi se med sabo pokrile zadeve.
Je pa vedno, mi danes o tem ne bomo govorili, ampak imamo še potem 5 morfologij telesa, se pravi, vsak od nas ima neko morfologijo telesa, kar pomeni, da je genetsko od staršev podedoval, da je mogoče malo bolj jetrni tip, mogoče malo bolj srčen, mogoče malo bolj, ne vem, pljučen, kar pomeni, da smo že genetsko na enem organu malo šibkejši od ostalih. Se pravi, vedno je en organ, tista naša majčken slabša, ker daje nam značaj, daje nam karakter, ampak po drugi strani je pa tisti organ bolj občutljiv. Ne? Ko se tega zavedamo, pač moramo paziti, da to, če to poznamo, da se pač tako prehranjujemo, da ta organ probamo spodbujati, da se tako obnašamo, da ta organ probamo spodbujati. Oprostite, omenili ste vpliv vremena. Kaj ste hoteli s tem povedati? Ja, v bistvu na naše zdravje zelo vplivajo zunanji dejavniki, se pravi vročina, veter, vlaga, mraz, v bistvu te dejavniki, ampak te dejavniki v nekih normalnih okoliščinah ne bi smeli vplivati na nas. Ne? Kadar smo pa mi zaradi naših čustev, ker večinoma smo zaradi čustev, se nam podira naš sistem. Smo pa toliko bolj občutljivi. Ne? Nekdo, ki je pač čustvena razvalina, gre malo ven na prepih, pa bo že prišel nazaj s smrkavim nosom. Ne? Nekdo, ki je pa čustveno zelo stabilen, pa ni nobenega razloga, da bi se kar prehladil. Ne? Je tudi odpornost. Ja, zelo v bistvu je to povezano. Drugače, prav Kitajci ločijo, se pravi, mi rečemo, da so to notranji patogeni dejavniki, te vremenski vpliv so pa zunanji patogeni dejavniki. Samo te zunanji so vedno odvisni od tega, kako smo mi noter stabilni. Razen, kadar so ekstremni. Ne? Zdaj, mi smo tle navajeni, ne vem, do nekih temperatur -10, če bo nekaj časa -20, bomo kar začeli počasi vsi malo smrkati, ne? Ker le niso naša telesa toliko navajena, ali pa nekih ekstremnih, čez 40 se začnejo infarkti pa te zadeve. Ne? Pač tisti ne prenašamo toliko. Ampak načeloma je vedno zunanji vpliv, gre tle vedno baoli, reče oni temu, se pravi, od zunaj na noter ali pa od znotraj na ven. Ne? Se pravi, ta čustva nas na noter začnejo neko bolezen, ko bo prišla prej slej na ven, te zunanji faktorji nam pa v bistvu nas zunaj najprej povzročijo neko bolezen, ko bo pa počasi pa šla noter do organov. Ne? Se pravi, čustva nam vedno poškodujejo organe, oziroma najprej energijo organov, počasi pa se začnejo tudi neke težave na organih, dočim te zunanji pa ne, nas pa vedno nazebe, v bistvu ne gre takoj na notranji organ, smrkamo, ne? Neka sluz nastaja, ampak počasi, ne vem, ušesa bolijo. Prej ali slej boli v ušesih, če ne bomo tega nekako sanirali, bo pa šlo do ledvic, bodo začele ledvicami težave. Ne? Prej ali slej pride noter do tistega organa. Sam še to narečem tle zraven, kar jih paše. Jaz sem včasih mogel ti programe delati, pa vdati, jutr vdati, pa je bila ura, kaj sem 2:30 zjutraj, pa še delal, 10:05 vstal. Sem mraz, ljubitelj mraza zmer bil. Sem prišel na vlak čakati tistih partov in sem videl, da me zebe, druge sploh nekih je drugače. Torej to pozna tudi, recimo energetsko, pa ne prespan. Tako oni so bili prespani. Ja, to je. Še tole, če bi hotel reči kakšno besedo, zeleno jeze, potem sreča. Te barve niso slučajne. Ko bi rekel tam na ledvici, bi jaz prej rekel rmen, ne, vse je bolj rmen ali pa bel, mora biti prozoren. Je v bistvu mišljen kot voda in je potem ta barva. Kot element vode. To niso slučajne barve, to so ravno tako barve. In tudi recimo vranica je en tak, da bi rekel, en logičen. Ni. Tle ni neke logične razlage, tako je. Ampak pomeni, da če recimo bomo videli, če imamo mi recimo neke težave na srcu, je fino jesti rdečo zelenjavo. Treba jesti redkvico, treba jesti radič recimo. Pa bomo videli pri okusu, da je to grenek okus. Ravno tako pri vranici, je fino rumena, zdajle jetra je fajn zelena zelenjava jesti. To je recimo čistko ena zadeva. Ampak to so prav, te elementi, vse je v teh elementih, tudi barve. Prosim. Zanimivo. Pardon. Ok, gremo naprej. No, to je zdaj smo že malo povedali, kako pač smo rekli, tle je ustvarjalni ciklus mati otrok, tam imamo pa ta zaviralni ciklus, se pravi, to so pa te notranje črte, kako je vedno naslednjega ovira. Naj bo to pri okusih, naj bo to pri čustvih, naj bo to vedno se nekako te podpirajo, oni se pa zavirajo. Zdaj pa počasi prehajamo do prehrane. Kaj pravzaprav,
kako si tradicionalna kitajska medicina pravzaprav zamišlja ta prehranjevanje. Oni rečejo, da je prehranjevanje, ločevanje in dviganje čistih snovi, se pravi, to je že prebava, ne, pa spuščanje nečistih snovi. To smo prej, ko smo rekli, da je pač te votli organi so zadolženi, da mi nekaj absorbiramo, da se to predela, da se transformira, da gre iz te hrane ven ali vitamini, minerali, pri nas je pa bolj pomembna ta energija in potem, da gre to ven iz telesa, kar je izločenje, ne. In imamo tle 4 stopnje, se pravi, hrano pojemo, asimiliramo okuse, to je verjetno za nas tudi nekaj novega, bomo pa pogledali, transformiramo hrano v energijo, pa izločimo iz telesa. Tle, kaj vidimo ta kotliček pa ogenj. Ta kotliček ponazarja želodec, ogenj ponazarja vranico. Kaj to pomeni? Vsa hrana, ko pride v želodec, ne bi jo želodec segrel na 39,2 stopinje Celzija. Pri tej temperaturi se iz te hrane izloči njena esenca. Se pravi, tisto, kar je vredno, tista energija, in ta energija gre v vranico. Vranica ima tle dvojno vlogo, se pravi, ima vlogo, da sprejme to energijo, ki jo potem pretvori v drugo obliko energije, jo pošlje v pljuča, kjer nastaja ta naš či. To smo prej, ampak ne bomo pretirano šli, kako te energije grejo. Hkrati ima pa vranica, mi rečemo, da je to peč za želodec. Ona je zadolžena za to, da želodec to temperaturo lahko doseže. Zdaj, okrog te esence, ne, to je spet nekaj tako, v luftu, ne. Kaj je pravzaprav ta esenca? To ni nekaj, ki bi mi lahko roke parijeli, ne. To je pač ta energija hrane, osnovna energija. Ampak koliko je ta energija pomembna, je bilo meni zanimivo, ko sem čital en članek, da so v Angliji naredili en test in so mačke hranili s ta pravo hrano, ki so jo dali za 20 sekund v mikrovalovno pečico. Se pravi, vsa hrana je šla v mikrovalovno pečico. Mikrovalovna pečica vemo, da unič. Iz mikrovalovne pečice mi vedno dobimo mrtvo hrano. Kaj pomeni? Vitamini ostanejo, minerali ostanejo, energije ni. Energije tiste hrane ni. Se pravi, če se če bi plastiko jedel, ne? Če bi imela malo več vitaminov pa mineralov. Ne? Se pravi, in te mačke so dobile normalno količino prehrane, jedle so, kakor so hotele, so se pol začele že prenažirati, v roku 3 tednov so vse poginile. Ampak so jedle izključno samo hrano, se pravi, ta prava hrana, dana v mikrovalovno pečico. Niso dobile življenjske energije. Te energije, ko smo mi rekli, energija. So jo pa segreli tam v mikrovalovni? Ne vem, mislim, da tam piše, da je bilo nekaj 20 sekund v mikrovalovni. Pač samo to, da je vse to zelo hitro uničena hrana, ni treba prav dolgo časa imeti noter. In jemo mrtvo hrano. Ne? Zdaj, če bi vse jedli z mikrovalovne, bi tudi pri nas bilo tako. Gremo počasi. Ker ni energije zemlje, mi moramo dobiti energije zemlje, mi smo od nje odvisni. Ne? In če nam ta mikrovalovna pečica, recimo zdaj ta primer, to energijo vzame, ali pa če mi jemo zelo predelano hrano, počasi ta energija jo je čez dalje manj. Ne? In mi potem več trošimo tisto osnovno energijo, ki je drugače tista osnovna energija, ko sem prej rekel, ko jo podedujemo od naših staršev, tudi je tisto, ne vem, če vemo avto, če se mi želimo z avtom peljati, rabimo imeti en motor, pa rabimo imeti bencin. Ne? Ampak nekaj še manjka. Ne? Brez akumulatorja smo mrzli. Imamo lahko poln kestelj bencina, lahko motor dobro dela, ampak če akumulator ne da tiste iskre, pač ne bomo šli naprej. Ne? Tako podobno je recimo tukaj ta naša osnovna energija, je tista akumulator. Ne? Ko da neko iskro, da bo se ta energija iz hrane pa iz zraka, ki ga dihamo, transformirala. Okolikor te energije ni dosti, mi pač porabljamo ono energijo. In ko tisto osnovno energijo porabimo, tisto uskladiščeno. Tako tisto, ko je, ne uskladiščeno, tisto, ko smo jo dobili od staršev. Pardon. Se pravi to, primarno. Ja. Tista osnovna primarna energija. Una se bo pač toliko več trošila. Zato je pomembno, da dobro jemo, da jemo kakor toliko v redu hrano, saj ne moramo vedno, ampak da se trudimo čim večkrat pa jesti hrano, ki nam bo dala energijo. Ker več energije, ko mi dobimo skozi, se pravi z dihanjem pa s prehrano, manj porabimo tiste svoje socialne energije. Če bi rekel, da bi pol recimo, da gre malo ekstrem, potem s tem življenje skrajša, če je tisto recimo breko, ki enkrat to isto, kar recimo pravimo, mislim, kad ti Bog vzame dih življenja, je konc. Pa še pa zdrav, tlekaj pa ti recimo, kad te primarne energije zmanjka in če jo trošiš pretiroma, to pomeni, da si krajša življenje. Tako, ne da se jo obnavljati. To energijo se samo porablja. Ne da se jo obnavljati. Lahko jo toliko manj porabimo, če se zdravo obnašamo, ampak ne da se jo pa obnavljati. Ta tik-taka in odhaja. Ok, smo rekli, se pravi, ko pride ta hrana v želodec to osnovno esenco potegne ven, jo pošlje v vranico, z vranice gre v pljuča,
v pljučih se ta energija, se pravi, iz vranice pride ta energija prehrane, z dihanjem pride energija se pravi, kozmosa, ne, če rečemo, vesolja. Iz ledvic dobimo to osnovno energijo in z tega se tvori ta energija, ki kroži po našemu telesu, ki potem hrani te naše organe, da naši organi lahko funkcionirajo. Ampak hrana gre še vedno naprej in pride v tanko črevo. V tankem črevesu se še enkrat naredi to ločevanje. Se pravi, čisto, rečemo čisto od nečistega. In to je še vedno mogoče majčkeno manj fina energija, kot je bila tista, ko je ta esenca, ampak še vedno je to energija, ki gre ravno tako pošlje tanko črevo spet v vranico, vranica v pljuča, pa smo rekli, in to se ves čas dopolnjuje ta energija. Potem gre ta hrana še naprej v debelo črevo, v debelem črevesu se pa spet naredi ta ločitev, ampak zdaj se pravi, tam že rečemo, da je v bistvu zelo, zelo groba. Ne? Tista energija, ki jo zdaj debelo črevo potegne, to je v bistvu še vedno energija, ampak je pa že kar zelo taka, ne? Boga energija. To pa naš telo uporablja kot obrambno energijo, se pravi, to ne gre zdaj tako po telesu, ampak potuje po nekih drugih kanalih in je v bistvu naš imunski sistem. Ne? Se pravi, ta mečkam bolj nečista energija. Zato se pa reče temu prebavnemu traktu spodnji možgani tudi. Ja, to so možgani, to čisto normalno funkcionira kot možgani. Ja. V redu, se pravi, tle smo zdaj samo to, da smo videli, zakaj je pomembno, ne, kako ta naša prebava dela. Se pravi, 3-krat pride do tega ločevanja. Tam vidimo neločevanje in dviganje čistih snovi. Zakaj? Ker jih loči ven in jih dvigne proti pljučam, ne? Da se naredi z njih či, pa spuščanje nečistih snovi, se pravi, tisto, kar je pa toliko nečistega, je pa iz telesa ven. Da smo šli pa do okusov. Mi smo vsi kar nekaj gurmani, ne, in zelo radi jemo okusno hrano. Ne. Nikoli se pa ne vprašamo, kaj ti okusi pravzaprav pomenijo. Ne. So pa bistvo prehrane so pravzaprav okusi. Ker to je tista esenca, to je ta okus, je tisto, kar bo vzpodbudilo delovanje teh naših organov. In tle zdaj upam, da dol dobro vidite, ne, kisel okus bo vzpodbojeval jetra, grenek okus srce tanko črevo, sladek okus vranico. Prej sem rekel, da takrat, kadar študent je pretiran, tudi jaz sem danes, ko sem se pripravil na tole, samo čokolado jedel. Sem kar precej razmišljal zdaj, da. Pri pljučih je pikanten okus, pri ledvicah je pa slano. Ne. Sej ene stvari so nam kar malo logične, ne. Recimo, ne vem, ledvica povezana z vodo, mi ko se znojimo, vedno pol neke slane zadeve nam pašajo, ne, ker pač moramo nadoknaditi. Tudi pljuča pa pikantno, vemo, da če pojemo nekaj zelo pikantnega in hrana ali pa kaj, bomo hitro mi začeli smrkati, solze pretečajo, ne. Potem, ok, vranica sem razložil, kako je sladkim, grenek okus, smo rekli, vzpodbuja delovanje srca. Prej sem povedal, rdeča zelenjava radič, ne, je grenek okus, bo spodbojeval srce, kislo nam pa spodbuja jetra, pa žolčnik. Zdaj bom bolj govoril o teh glavnih organih, ne toliko o obojih organih. Zdaj, zakaj je to pomemben? Vsak okus ima drugačno energijo in ta energija v telesu sproži ene procese. Ne? Kisla energija, mi rečemo, da je energija, se pravi, kislega okusa bo v telesu sprožila, da se bo energija začela spuščati proti dol. Kdaj to lahko uporabimo? Kadar smo zaprti. Se pravi, kadar imamo težave z zaprtostjo, se splača pojesti kaj kislega ali pa takrat malo več kislega jesti. In je možnost, da bo spodbudil, ok, razen če niso problemi preveliki, ampak je možnost, da bo spodbudil boljšo prebavo. Grenek okus, smo rekli, da nam spodbuja srce. Ta grenek okus bo v telesu povzročil, da bo šla energija bolj v globino in sicer v naša tkiva. In ta grenek okus suši tkiva. Se pravi, bo voda bo šla ven, kot neki diuretik deluje. Ne? Se pravi, nam bo izsuševal, kar je ok, kadar je preveč neke vlage ali pa sluzi, ni pa ok, kadar nam bo začel izsuševati, ker bo prihajal do ognja prevezga. Ampak zanimivo je, grenčine so zmer, vse te substance, grenčine so zmer zdravilne. Tudi v splošno. Zmer boš sladke pankole.
Ja. Ker tale, moram reči, le zraven, kar paše ne gre. Prečiščen sladkor, torej ta rafiniran sladkor, belne, ki vas hecajo, 20 vrst ga je, pa še zmeraj sladkor, je na svet zdan kumi dobrih 200 let. In sladkorbi se sploh ne moreš izogniti, celo v limonah so, v 400 vrstah jabolk. Banana, glikemičen indeks 60-90, sorta, stopna zrelosti, smokve, grozdje, se ti roke kar limajo. Torej jaz nisem, razen tole v ekstremnih primerih, planinah tam neki, recimo sladko energija, drugače sem pa proti temu in primaren okus že majhnim otrokom motlač not, nič ne rabiš, pa ne v čajah, to je vse v vzorcu v glavu. Res. In ne čokolad, ja, kakao, krasna stvar, čudovita, antioksidant. Ne pa še 28% tega prečiščenega sladkorja. Požrete vsak mesec za ta velik silos v teh rdečih, rumenih, zelenih, plavih cukrovcah, ki jih prodajajo, sploh ne bi smeli delati in zdaj Ajdovščina prav, fruktal, sedaj pa brez sladkorja. No tako da to glede sladkorja. Ejte, v osnovi smo rekli, sladek okus je vranica. Vranica smo rekli je element zemlja. Ne? Kitajska prehrana ni poznala sladic, ker jih ni rabila. Ker je vse, kar je v zemlji, je sladko, ker smo rekli, da okus zemlje je sladek okus. Ja, in če ti solato dolg časa grizeš, bo prišel sladek okus. Ne? Sam pri zelenavi je pač sladek okus noter ušla beseda. Gre glikemičen indeks je nizek in gre zelo počasi. Težje pridemo do njega. Ne? Ampak načeloma je vse, kar je zrastalo iz zemlje, je v svoji osnovi sladko. Ne glede na to, kakšen okus ima, v svoji osnovi je še sladko. Ne? Pa kje smo ostali? Pikantno. Aha, se pravi, sladek okus nam energijo v bistvu dvigne. Ne? Zato vemo, to, kar ste omenili, da ko greš v hribe, če rabiš, malo dol padeš, poješ nekaj sladkega in to ti začasno energijo dvigne. Pikanten okus, rečemo, da energijo razprši, po celem telesu jo razprši. In je to zelo dobro, kadar smo zasluzeni, pojemo nekaj tazga in bo začela ta energija, se začutimo, se začnemo znojiti, začnejo nam iz nosa teči. Slan okus pa rečemo, da energijo pošlje noter v globino do kosti. In prej smo že tudi ugotovili, da so ledvica zadolžena za kosti, ne? Se pravi, slan okus nam bo nekako ščitil ledvica, nam bo grel ledvica. Ampak to je tako, kot mi rečemo, da v bistvu zdravila so v majhnih količinah zdravila, v velikih količinah so pa strup. Ne? Ravno tako je s temi okusi. Se pravi, te okusi so v nekih pravih razmerjih, v majhnih količinah vzpodbojevalni. V večjih količinah so totalno destruktivni, nam bo ta isti organ totalno zabil. Ne? In glih pri vranici se tle zaciklamo. Ne? Mi pojemo nekaj sladkega, zaradi tega, ker nam je pač cukor padel, rečemo, ne? Ampak to sladko nam v končni fazi začne dušiti našo vranico. Ko je naša vranica zadušena, ne more dobro upravljati tiste naloge, ko smo prej rekli, da nam greje želodec. In zaradi tega se vranica začne izčrpavati in ker je okus vranice sladko, bo vranica začela pošiljati v možgane, daj, nekaj sladkega mi daj. Ja, spet. In se zaciklaš, dokler ni neke večje težave, pol pa počasi začnemo spet z nule. In z vsemi okusi je isto, se pravi, vsi ti okusi bodo te organe krepili v majhnih količinah, pa v pravih razmerjih, ne? V velikih količinah bo pa vedno delali težave, vedno. Ne? Zdaj bi mogoče pri teh okusih, pri kislem, imamo mi v bistvu dva kisla okusa. Ne? Eden kisel okus je ta okus, pa ta kislina iz hrane, ker pač ima hrana vse kislino, druga je pa kislina, ko pač nastaja noter v telesu, ko smo zakisani. Ne? To sta pač dva različna kisla, ampak vedno nam pa štarta kislina iz jeter. Vedno bo šla iz jeter kislina po telesu. Tudi, ko bomo recimo pri teh boleznih, ko smo prej govorili, da so bolezni lahko čustvenega izvora, lahko so tako, ne? Zdaj, v bistvu, prehrana se šteje kot tiste vremenske, ne? Ker to smo pač unesli vase. Ne? In težave, ki nam štartajo iz prehrane, se pravi težave, vedno je to zakisanje. Ne? Vedno, ko narobe jemo, se zakisamo. In to vedno bo ta bolezen štartala z jeter. Zdaj samo vprašanje, ali bo se naredila težava na jetrih, ali pa na enem drugem. Ko sem prej rekel, da imamo en organ, ko je manj stabilen. In ko se začne ta prerasporejanje
energij po telesu, bo pač tisti organ, ki bo najšibkejši, bo čofnil. Ni nujno, da bojo to ledvice, da bojo to jedra, lahko bojo pljuča, ki bodo zaradi zakisanosti čofnila dol, ne? In se bojo začele težave vse, kjer nam lahko pljuča povzroči. Zanimivo je to, recimo, da Samo dokončam, ker če ne ponovno zgubim misel. Čim pa bolezni, ki pa štartajo iz čustvenega izvora, pa vedno štartajo z vranice. Ker vranica je nekako središče naše, osrediščenost. In če padamo, ne glede na to, a bo to zdaj, ne vem, čustvo sreče, a bo to čustvo žalosti, vedno bo iz ravnotežja v končni fazi padla vranica in tam se bodo začele pol težave povezane z takrat, kadar smo čustveno. Se pravi, ne moramo nekaj dobro prebaviti, ne, vranica pa želodec smo rekli, je prebava in takrat nam bo vedno nam bo tle bolezen štartala iz vranice. To je zdaj pomemben, saj zdaj za nas to ni to pomemben pa je, recimo, če se odločimo za neke terapije, se vedno v tej anamnezi, ko se ugotovi, a je štartala bolezen zaradi prehrane, je štartala zaradi čustva, ne? In da se ve potem, kje začeti zdravljenje, ne? Ker to prej, ko smo rekli, tradicionalna kitajska medicina, razlika med tradicionalno medicino pa to našo alopatsko medicino je, da se pač naša medicina ukvarja z odpravljanjem nekih simptomov, ne? Nas pač poskušajo pozdraviti tako, da nam odpravijo simptome, ki nam ne odgovarjajo oziroma nas bolijo ali karkoli, dočim tle vedno iščemo vzrok težave in poskušamo odpraviti vzrok. Seveda tudi simptome je treba umiriti, ampak vedno se pa išče vzrok, kje je bolezen štartala in se poskuša tam narediti red, ne? Ampak seveda, narediti red ni tako enostavno, ko vidimo, da so stvari kar zakomplicirane. Je treba na velikih področjih začeti delati red. Letni ritmi, zopet 5 elementov, vidimo barve, vidimo organe. Tako kot smo imeli organe na teh 5 elementov, tako so tudi letni časi. Se pravi, s tem, da imamo tukaj 5 letnih časov, poznajo Kitajci, ne, se pravi pomlad, poletje, pozno poletje, jesen pa zima. Smo rekli, pomlad je zdaj že štartala s 4. februarjem, od 5. maja naprej bomo štartali v poletje, potem je pa od 8. avgusta pa do 20. septembra je pa rečejo pač neki med, mi bi rekli neki med, ja, v bistvu pozno poletje, mi smo rekli indijansko poletje včasih, ne, se je temu rekli, ampak to je takrat, kad je bilo lepo, ampak on ima prav to kot letni čas svoj. Potem jesen po 20. Pa še zima. Tukaj gre spet zdaj za energije, ne. Se pravi, vsak letni čas nam prinaša drugačne energije. In če gledamo pomlad, vidimo, da je zelenem, se pravi, povezana je z jetri pa z očnikom. Kaj to pomeni? To pomeni, da je energija pomladi je podobna energiji naših jeter. Ne? Energija poletja, vročina, suhost je podobna energiji našega srca, se pravi energiji, ki jo proizvaja naše srce. Pozno poletje, se pravi, to je čas, če gremo kako gledati, ne? Pomlad je čas enega novega začetka, vse kali, začenja se novo življenje. Poletje je čas, ko je neka bujna rast, se pravi, pozno poletje je čas, ko začnemo pospravljati pridelke, se pravi, takrat je vse nekako osrediščeno, umirjeno, tudi energije so takrat najbolj enakovredne, najbolj v ravnovesju. Jesen je že priprava na zimo, se pravi, že tisto, kar smo mi čez poletje nam je uspeli pridelati, moramo zdaj nekako na ozimencev narediti, ne. Isto to se dogaja tudi v našem telesu, se pravi, če smo poleti znali akumulirati neko svetlobo, neko tudi ljubezen, vse te zadeve, jih jesen pripravimo zato, da bomo lažje preživeli zimo, kajti zima je pa pač obdobje hladu, dnevi so kratki, svetlobe je malo, mraz je, v bistvu nek naš naraven ritem bi moral biti, da smo takrat čim več noter, da se čim več ukvarjamo sami sabo, ne? Da nismo razpršeni, ne? Dočim poletje je dan dolg, imamo dolg časa, da se lahko tako ali pa drugače, da smo aktivni. Zdaj tudi tako grejo energije, ne? Če rečemo, prej smo se pogovarjali yin pa yang, ne? Yin je nekaj zgoščenega, nekaj trdega, nekaj temenga, ne? To je zima. Zima je maksimalni yin, se pravi, takrat so energije zelo noter. Tudi naše telo, ko sem prej rekel, da imamo obrambno energijo, naša obrambna energija gre po zimi popolnoma noter, da ščiti kosti, pa da ščiti notranje organe.
ko se začne pomlad, se začne ta energija počasi pomikati proti ven. Ravno tako kot v naravi začne vse klice, prav začne se segrevati, začne se ta yang razpršenost. Poleti doseže to svoj maksimum, se pravi poleti je pa energija, tudi naša energija je maksimalno na površju zaradi tega, da nas ščiti pred pretirano vročino. Če nas ta energija, če ne opravlja dobro svoje naloge, smo popečeni, dehidrirani, ne, lahko prihaja do nezavesti, do teh stvari, ne, do kolapsov. Se pravi, če pa je dobra energija, nas pa ščiti pred tem. Pozno poletje smo rekli, to je pač ta center, to je središče, takrat so energije najbolj nekje v ravnovesju, najbolj mirno. Jeseni se pa začne energija spet padati, se pravi, če gledamo v letnih časih, pomeni, da se bo začel dan, se bo začel krajšati, svetlobe je čezdalje manj, ohlajati se začne, toplote je čezdalje manj in tudi naša energija v našem telesu se počasi začne pomikati proti notranjosti telesa. Letos smo imeli zelo zanimiv primer, september, avgust je bil še zelo vrot, september je kar naenkrat vsekel mraz. Ne? Jaz sem imel ogromen dela, ne? Se ne pritožujem. Ampak zakaj? Zato, ker naša energija je bila še vedno na površju, še vedno je ščitila nas pred vročino, notranji organi pa niso bili zaščiteni še. In ko je tam res vsekel, kdor ni odreagiral, kdor, bom rekel, ni bil v neki kondiciji, kdor ni bil središčen, je imel težave. Težave so bile kar velike. To je že en tak primer in recimo mi imamo tudi eno tehniko, moksanje rečemo, to je pač divji kitajski pelin, so ene cigare, mi s temi cigarami segrevamo določene akupunkturne točke in prek teh akupunkturnih točk, prek meridianov, gre ta toplota noter v telo. In Kitajci pač priporočajo, da se z septembrom prav začne ta moksanje. Se pravi, sej, če ni nekih ekstremnih vremenskih razmer, ni tazga problema, ker se naše telo samo prilagaja, kad pa pride do nekih ekstremov in zadnje čase vidimo, da teh ekstremov čezdalje več, si je pa fino pomagati s takimi zadevami. Se pravi, kljub temu, da je naša energija obrambna še vedno na površini, lahko umetno to toploto spravimo tudi do notranjih organov in jih na ta način zaščitimo. Je še kakšno vprašanje pri tem? A se moksanje dela tekom celega leta? Poleti načeloma ne, če ni nujno. Kdo je že vprašal tukaj? Aha, tam je, pardon, ja. Načeloma poleti ne, ker je že tako telo malo pregreto in če mi še dodatno pregrevamo, razen če so neke take težave, ne? Razen če so neke take težave. Imate pa ta leto tam opisala? Ja, tako kot so letni časi, tako so tudi obdobja življenja. Ne? Se pravi, spet so obdobja življenja, v katerih prevladuje energija pomladi ali pa energija jeter. Mi to v bistvu čisto enačimo potem. Ne? Ko se pogovarjamo o jetrih, se pogovarjamo lahko o pomladi, lahko se pogovarjamo o ranem jutru, isto tokom dneva je ta energija ista, lahko se pa pogovarjamo o prvih 15 let življenja. Se pravi, energija jeter je jezna energija, ne? Ampak to je tudi prodorna energija. Ne? In ko recimo zdaj spomladi bo žito morali začeti prebiti to skorjo zemljino, rab velike energije, rab to jezno energijo. Otrok rab to jezno energijo, da kot prvo že, da pride sploh na svet in pol, da se prebije do teh, čez vse te, da raste, da se čez vse te pasti naše vzgoje, vsega tega prebije, v bistvu rab biti jezen. In vemo, da otroci so direktni, so jezni, ne? On ti takoj pove, kaj mu ni prav, ne? Pokaže. Pol ga pa mi počas zrihtamo, da mačkam tole jezo potlači, ne? Kar biti ni čisto okej, ne? In nekje do 15. leta smo se pravi v tej energiji, ampak vedno moramo vedeti, ne, tako kot letni časi, tako kot ta leta, tako kot vedno je to, so počasni prehodi, ne, to ne pomeni do 15. leta jezeno, tam naprej bo pa srečen, ne, ampak tako v bistvu počas valovi zadeva, ne, in se počas spreminja, ne. Se pravi, od 15 do 30. leta smo v obdobju srca, se vemo, kaj je takrat, prve ljubezni, ne, takrat smo nori, takrat gremo, ne. In smo rekli, čustvo je močnejše od misli, sem prej povedal, ne. Vemo sami, da ko je neka ta prava ljubezen, nima možgani kaj delati zraven, ne, jih čustvo povoz, ne. In to so pač ta leta, od 15 do 30 let, takrat pač rabimo to, da si prodoren, ko greš na razgovor za službo, ne, da si lahko, ker če nisi tak, dan sem slišal, da enega kolega mi je povedal, da je njegov kolega dobil na razgovor fanta starega 35 let, ki ga je mama pripeljala na razgovor za prvo službo, ne. Tako je to, ne. Okay. Od 30 do 45 let smo v bistvu najbolj osrediščeni, se pravi, takrat smo tudi najbolj produktivni, smo zreli, takrat
smo tudi za delodajalce najboljši. Ne? Potem počasi prehajamo v obdobje pljuč, se pravi od 45 do 60 let. Kaj smo rekli, pljuča so žalost. Ne? Se pravi, to je obdobje, ko nas začne mečken določena žalost prevevati. Zdaj, kdaj pa smo žalostni? Običajno smo žalostni takrat, ko se spominjamo preteklosti. Ne? Nikoli nismo žalostni za prihodnost, ne? Vedno smo žalostni za nazaj. Ne? In tle se začnejo določene inventure. Ne? Tle počasi prihaja penzija, pa to in pol že malo razmišljamo. Ravno tako začnemo gledati malo drugače na svoje življenje. Ne? To je pač to obdobje, ko rečemo, da smo v energiji pljuč. Potem od 60 do 75 let je pa obdobje ledvic in potem naprej smo pač za vsak dan hvaležni. Ne? Ampak nekje, se pravi, še vedno smo ne gremo nazaj v pomlad, ne? Smo pač še vedno smo v tej zimi. Ne? Prosim? Se pravi, to pa se pa začne tudi strah. Ne? Takrat v tem obdobju nas pa začne prevladovati strah. Ne? In kaj to pomeni? V bistvu te energije takrat, ko so, se pač majčkeno bolj aktivno trošijo. Ne? Recimo, najmočnejša energija jeter je od 1. do 15. leta, potem v naslednjih letih nam je pač energija jeter malo slabša, ne? Smo jo malo zgubili. Ravno tako je srčna energija. Ne? Tako v bistvu počas te energije mi trošimo pa zgubljamo. Ne? To smo in na koncu nam ostane glavno samo še ta ledvična energija, ta je pa že vemo kakšna je. Ne? Hladna, se pač malo potegnemo v sebe, začnemo pač pa kakor kdo, ne? Zavisi, kako smo prej trošili, tako pa lahko živimo. Ne? Vse logično, fino. Prej se rekel, za prejšnjo sliko sem hotel reči, ko sem govoril za kiselnosti, pa kisla, zanimiv je tle, sem sam rekel, par besed sem hotel, da recimo limona je kisla, potem jabolčen kisel, ampak te stvari moramo presojati, kakšne so po presnovi. Po presnovi sta pa bazična, kar je to zanimivo. In mi imamo zmer preveč kislen. Bazična so in imaš bazično pa kislo hrano. In jaz sem bil takrat že to dolgo, ko sem zvedel, zelo presenečen. Pa je tako. Ja. In kar zadeva vkusov. Če zgledal, vsi ste gledali, gostilna išče šefa. Ne? Kako ta bine, sam okusen bistregel, za mene je pa stvar, če je to, da je ta prava, je nebeška okus, pa tudi če je nagravžen. Če je pa nebeška okus, pa da to ni to, da je prazna, vse veš, da imaš to not. Je pa. Malo se je obrnil ta smisel, ne? Ja. V bistvu mi naj bi jedli zato, da lahko živimo, ne? Ja. Ampak mi zadnje čase kar bolj živimo zato, da bi lahko jedli, ne? Ja. Tako, v bistvu se je to malo se je obrnil, no? Kar ni okej, se to nam pač, glede na to, kako smo zdravi, nam kar kaže, da nekaj ni čisto okej, ne? Zdaj smo bili pri teh ritmih, ko smo rekli, življenjski ritmi, letni časi, ravno tako imamo dnevni ritem, se pravi, ravno tako teh 5 elementov, od polnoči je maksimalni yin, se pravi najbolj zgoščeno, ob 12. popoldne je maksimalni yang, ampak imamo pa še en 24-urni ritem. Kaj to pomeni? To pomeni, ko ta energija teče po telesu, se nekje smatra, da vsak organ ima neki 2-urni ciklus, ko ima tisti organ maksimalno energije. Kaj to pomeni maksimalno energije? To si najlažje zamislimo, kot da bi šel, pač energija teče po meridianih od organa do organa in nekje pa kaj cunami, ne? Pride toliko več energije. In prav sem nekje prebral, da ne bi bilo v vsakem organu takrat, ko ima on svoj maksimum, na tistem maksimumu približno 60% vse energije, ki je v telesu. 40% pa vsi ostali organi. Zdaj pa to pa zaradi tega, ker ta organ takrat upravlja neke svoje funkcije, za katere rab toliko energije. Ne? Zdaj tukaj pač štarta ta, ne bomo šli zdaj zelo podrobno, kako je, zakaj točno, kaj ta organ dela, ampak štartamo, recimo mi zdaj bomo tle štartali, zelo slabo se vidi, ampak prvi je žolčnik. Žolčnik ima svoj maksimum energije med 11 in 1 uro po noč. Takrat se jetra čistijo. Ne? Zaradi tega. Se pravi, takrat se bojo te toksini, ker jetra čez dan ne čistijo v smislu, čistijo kri, ampak sami sebe pa ne razstrupljajo. Te strupi ostajajo v jetrih. Pa je bolj, da zbudil, da spiš. Spat, če se le da spat, obvezno. To je najboljši spanc tudi takrat. Jetra imajo svojo, se pravi, ta svoj pogled, zdaj gre takole od organa do organa, točno po tem vrstnem redu. Ne? Naslednja so jetra so med 1 pa 3 uro zjutraj. Zdaj, kaj to pomeni? Zdaj, tle se malo težko zbuditi, ne? Je pa težko zaspati. Se pravi, kdor ne more zaspati ob tej uri,
pomeni, da verjetno na žolčniku nekaj ni ok. Zdaj, ali je to jeza, ali je to zakisanost, ali je to pač neka druga zadeva, ampak nekaj na jetrih ni ok. Tukaj običajno že spimo med 1 pa 3 uro. Če se v tem času zbujamo, ko je, se pravi, maksimum energije v jetrih, pomeni, da nekaj na naših jetrih ne štima. Ne, vedno nam bo to kazalo. Zanimivo je tudi tisti, sigurno tukaj, kdo ima migrene, ker skoraj ni skupina, da ne bi kdo imel migrene. Migrene začnejo tle sekati, ko dobijo jetra ta svoj maksimum, ker migrena je po kitajski filozofiji, imamo različne, ampak ta glavna migrena je, v bistvu rečemo, da se je yang ali pa ogenj jeter dvignil v glavo. In to je takrat, kadar imajo jetra malo premalo vlažne energije, ker jetra za svoje delovanje, to so zelo tak yin organ, so polna krvi, ampak energetsko se lahko izpraznajo in to zelo pogosto, ko imamo zamaščena jetra, pride do tega pojava, takrat so jetra preveč ognjena. In vemo, da ogenj, toplota se vedno dviga in se dvigne v glavo. In takrat se že zbudiš potem z migreno. Običajno te ljudje že ob 1:05 že ta prvi tablet jemljajo, ker vejo, da bo sranje, če ne bo tisti hit vzel tableta. Tako v bistvu takrat štarta migrena. Potem so pljuča. Pljuča imajo svoj maksimum med 3. pa med 5. uro ponoči. Zdaj, tisti, kjer smo imeli doma kakšnega astmatika, vemo, da takrat začne krehati pa nabijati ko strela. Takrat pač spet to, preveč suhosti je in ko dobijo pljuča ta svoj maksimum, ampak pljuča bi se takrat morala čistiti, se pravi, takrat se morajo pljuča rehabilitirati. Kaj premalo vode pije tudi? Ja, ni nujno, vprašanje zakaj, ne? Saj razlogov je lahko je prehrana, lahko je delno, pač zavisi, zakaj je doma. Ampak v tistem takrat bo zaradi tega bo takrat izbruhnil ta napad. Potem imamo med 5. pa 7. uro zjutraj je debelo črevo. Ima svoj maksimum debelo črevo, spet dosti logike, takrat naj bi se debelo črevo praznalo. Se pravi, tisto, kar se je prejšnji dan, oziroma že 2 dni prej pojedel, naj bi zdaj zjutraj šlo počasi ven iz telesa, zato ima takrat debelo črevo maksimum energije. Naslednji je želodec. Med 7. in 9. uro zjutraj ima želodec svoj maksimum energije, pomeni najboljši čas za jesti. Takrat bi morali mi pojesti glavni obrok v dnevu, ali pa vsaj najbolj kvaliteten obrok v dnevu, ker zdaj ima želodec svoj maksimum. To pomeni, da bo želodec v tem trenutku, v teh 2 urah, bo potegnil iz hrane res tisto maksimalno, ker bo največ energije, da bo to naredil. Pol pri kosilu ima želodec že predvsem manj energije. Ko mi jemo in z tega obroka mi potegnemo energetsko manj, kot smo potegnali od zajtrka. Za želodcem je vranica, med 9. pa 11. uro, kar je spet logično, ker smo prej rekli, da gre ta energija iz želodca gre v vranico, da jo vranica potem transformira, se pravi, tle je še hrana, potem pa pride sem kot energija in jo pošilja v pljuča, se pravi, zato ima takrat vranica svoj maksimum energije. Kot zanimivost vranica smo rekli, da je za vranico je sladek okus. Do 11. ure ima vranica svoj maksimum, potem začne padati. Kdor rab jesti čokolado, kdor rab jesti sladko, do 11. ure. Ker do 11. ure bo vranica, ker ima toliko energije, bo to predelala in bo zadeva šla itak po telesu in jo bomo pokurili čez dan. Kasneje, ko mi jemo sladko, bolj bo šlo to v končni fazi v kislino. Ali pa v maščobo. Se pravi, v maščobo. Ne bo se več predelalo, zato ker bo vranica pa želodec zgubljata to svojo energijo in tega sladkega okusa ne morata predelati, te hrane. In se bo to počas predelalo. Zato, če zjutraj, jaz dostikrat rečem, ko s kakšnimi starši se pogovarjam z otroka, pa mu ne morem odpovedati sladkega. Ni problema, dajmo enkrat na teden zjutraj 2 kosa kruha, čokolado, kvalitetno vmes pa ne poje. Ni problema, da ni glih Nutella, ampak ker bo predelal, sploh ni problema. Problem je popoldansko. Zdaj pa popoldansko, smo prišli, zakaj je popoldansko. Za vranico je srce. Srce je med 11. pa 1. uro. Takrat smo mi pravzaprav intelektualno najbolj močni, ker smo rekli, da je srce je nekako komandant možganov oziroma jih nadzira. Takrat smo intelektualno najmočnejši in mi gremo sicer takrat običajno na kosilo. Je pa tudi res, da je to čas kosila, zaradi tega, ker za srcem ima maksimum tanko črevo in je fino, če mi pojemo 2 ure prej, ker približno 2 do 3 ure je hrana v želodcu, potem gre pa v tanko črevo. Se pravi, po tej logiki je fajn, da jemo takrat. Tanko črevo smo rekli, da poleg tega, da prebavlja hrano, prebavlja tudi naša čustva. Zato nam tleke najbolj zapaše sladko. Zato, ker bomo začeli hraniti čustveno praznino. Fizično smo se najedli, ker smo jedli že kosilo in zdaj bi pa nekaj sladkega čez kresno. To je zaradi tega, ker takrat predelujemo naša čustva, pa se običajno niti ne zavedamo, ampak tanko črevo predeluje
in takrat rab nekaj eno spodbudo in hormon sreče in najboljša je čokolada za to, da nam digne hormon sreče. Tako da takrat se probimo zadržati, pa ne pojesti te čokolade oziroma sladice po kosilu. Ni okej. Naslednji je sečni mehur, to sem tudi že prej povedal, da pač eno je to čiščenje telesa itak, ne, kar imamo kot fizično, drugo je pa, da rečemo, da bo sečni mehur bo odplaknil tista predelana čustva iz našega telesa. Zdaj naprej je malo zakompliciran, ker prideta potem dva organa, ko jih mi pravzaprav sploh ne poznamo. Ampak še prej so ledvica. Ledvica so med 5 in 7 uro zvečer. Rekli smo, da je slan okus tisto, kar nam bo... Jaz bom zdaj povedal samo tiste stvari, ki naj bi bile pomembne. Ne? Slan okus je tisto, kar nam bo ledvica krepil oziroma jih bo zelo razburil, če bo preveč slanega okusa. Ledvica so po kitajski medicini zadolžena za vse žleze z notranjim izločanjem, se pravi tudi za hormone. Ne? Se pravi, pod kitajski medicini nam ledvica nadzorujejo tudi recimo ščitnico, ker je ščitnica dosti pogost problem. Da se telo lahko normalno obnavlja, ker za ledvicami pride en trojni grelec, en organ, ko mi rečemo, da je to obnova celic v telesu takrat. Če želimo obnavljati celice, da se celice kvalitetno, se pravi tiste celice, kjer so odmrle, kjer so bolane, kjer so okužene, kakorkoli jih mora telo izločiti iz telesa in obnoviti. Ranjene, izločiti in narediti nove. Vkolikor so v telesu, takrat smo hormonsko izpostavljeni, ta obnova ne teče. Ledvica so tista, kjer bodo nadzirale hormone. Se pravi, če bodo ledvica v nekem miru, v neki normalni energiji, v ravnotežju, ne bodo vzburjala hormonov, ne bo v telesu hormonov in se bomo normalno. Če mi jemo slano, se bodo ledvica sigurno vzburila. In če se bodo ledvica vzburila, bomo mi zelo imeli okrnjeno obnovo naših celic. In če mi jemo zvečer veliko slanga, ne more biti dobro. Bodo velike težave, predvsem s hormonskimi boleznimi, slaba obnova celic, bo imunski sistem bo slab. Se pravi, obvezno, najkasneje, ko jemo slano stvar, je 5. ura. Ampak boljše je še prej. Se pravi, po 5. uri ne jesti nič slanga. Tudi če jemo kasneje, naj ne bo slano. Naj ne bo to pršut ali pa nekaj takega. Ne. Probati. Zdaj, moj namen danes je, da vam probam razložiti, na kakšen način pač kitajska filozofija gleda na to našo prebavo in zakaj. Jaz dostikrat strankam rečem, jejte do 11 sladko, pa se pol vsi smejemo, malo jaz, malo ona, ampak v bistvu ne veva zakaj. Ne. Ravno zaradi teh stvari je dobro, da lažje razumemo, pa mogoče bo pa kdo vse imel moč, pa se bo pol malo bolj držal nekih teh, rečemo, zapovedi. No. Ampak sladko ne bi jedel do 11. ure, slano ne bi jedel do 5. ure. Kasneje ne. Načeloma ne bi bil zajtrk... Sploh pa nikoli kaj preveč. Ja, načeloma ne bi bil zajtrk glavni obrok, se pravi najbolj kvalitetni obrok, lahko je tudi količinsko zelo velik, ampak ne bi bil kvaliteten obrok. Kosilo ne bi bilo že malo manjše, večerja ne bi bila dosti skromna, se pravi zjutraj moramo jesti kot kralji, zvečer pa kot barači, ne? To je že tudi naši stari ljudje so to govorili. Pa večerja ne bi bila zdaj poleti nekje do 6. ure, po zimi pa nekje do 5. ure. To bi bil ti zadnji čas za jesti, ne? Verjetno nas ni veliko tukaj, da bi se tega držali. Ja, okej. Zdaj, tam smo rekli, tam je obnova celic, nam zdaj niti ni toliko pomemben, pa pol je še eno srčnik in organ, ko je pač a ni zanimiv tole, srce. le v obnovi celic, a ni zanimiv, recimo, že ob trenutku spočetja je določen, da imamo, kaj se vem, toliko pa toliko kvadriljonov delitev. Ja, Točno, to se pravi, imaš toliko pa toliko, 100 milijard ali 100 trilijonov enkrat prav tako celic. Zdaj, če bi rekel, če se ti bolj intenzivno deli, prej jih zmanjka. Bi rekel, ne, ampak včasih je dobro, ker na starost se začnejo veliko počasneje deliti. Ja, In zato pa napake se pojavljajo. rak pri starejših ljudeh veliko počasneje napreduje, recimo pri mladih pa zelo hitro seka. Ja, točno. Pomlad. Prej smo rekli, da smo že zakorakali v pomlad, čeprav zunaj se še to ne vidi, ampak se bo kmalu videli. Pomlad smo prej, ko smo gledali teh 5 elementov, je to obdobje jeter. Kaj nas zdaj čaka? Čaka nas zmanjšana odpornost telesa. Zakaj? Zaradi mraza, logično, ne, ker je bila cela zima dosti hladna, pa zaradi praznikov.
Zato, ker smo jedli ogromno sladke hrane, ogromno mastne hrane, zaradi tega odpornost telesa zdaj veliko slabša, kot je pa bila recimo, ne vem, oktobra še. Ne? In smo zato veliko bolj dovzetni za kakšne prehlade, za kakšne bolezni. Se pravi, zdaj, ko prihaja to obdobje jeter, se moramo mi zavedati, da je naš imunski sistem precej nizek. Zdaj bo vsekal ta spomladanski veter, ki bo vsekal v naravi. Kitajci reče, da ta spomladanski veter izsuši zemljo, da lahko, ali pa odmrzne zemljo, da lahko tiste rastline, ki kalijo, pridajo na površje. Ravno tako je tudi v našem telesu. Ne? Se pravi, zdaj po tem našem nekem zimskem, ko bi morali se malo ukvarjati mečkam bolj s sabo, biti mečkam bolj introvertirani, zdaj prihaja pomlad, ko se bomo mogli pa začeti odpirati. Ne? In zunanji dejavnik, ko smo se prej pogovarjali, vremenski, ki vpliva na jetra, je veter. Ne? To pomeni, da pretiran veter bo tudi naša jetra malo bolj obremenjeval in bo začel pihati po telesu, kar pomeni, da nam bo lahko izsuševal naše tekočine, kar pomeni, da bo lahko premetaval bolečine sem pa tja po telesu, imamo migrirajoče bolečine, se pravi, to vse nas zdaj spomladi lahko čaka. Prej smo rekli, jetra so zadolžene za nove začetke. Se pravi, to je zdaj čas, ko bomo tudi pri sebi začeli, običajno smo spomladi polni nekih novih idej, nekaj, kaj bomo naredili, bomo nekih novih projektov se lotevamo. To je zaradi tega, ker jetra dobijo toliko več energije. Ko začne ta energija jeter tudi od zunaj prihajati, se pravi, z našim dihanjem, z kozmosa, prihaja ta energija z našo hrano, ko bomo začeli jesti bolj spomladansko hrano, bo našim jetrom pomagal, da tudi naša jetra se začela obnašati pomladansko in pomeni, bomo imeli veliko idej. Zato, da mi te ideje lahko začnemo, rabimo močna pa zdrava jetra. Vkolikor so jetra zdaj zelo zameščena, pa preveč vročine, nam še na misel ne bo šlo, da bi se česa novega odstopili. Če pa bo to v redu, pa bomo. S tem, da potem, da pa do konca speljamo, te naše ideje pa potrebujemo imeti zdrava ledvica. Če ne nas pa strah zablokira in ne speljamo nobene ideje do konca, ali pa nobene našega projekta. Se pravi, zdaj je potrebno krepiti jetra in jih ne preveč obremenjevati. Se pravi, ne bi jih ne obremenjevali s težko hrano, pa ne bi jih ne obremenjevali s čustvi. Se pravi, zdaj moramo poskušati tisto našo jezo malo brzdati. Ne? Tle spodaj je tudi malo na kakšen način jo lahko brzdamo, sprehodi, meditacija, kakšna nežna vadba. To nam lahko zelo pomaga, da ne bomo pretirani jezni. Tle sem dal, rekli smo, da jetra krepi kisel okus. Tle sem dal zdaj primer par teh nekih rastlin, ki so kiselega okusa oziroma prehrane, niso samo rastline. Por, fižol, brokoli, bazilika, špinača, zelene olive, regrat, raca, jajca, kozji sir in jogurt, kis, limone, kvalitetna olja, to je običajno oljčno pa bučno, ananas, kivi pa paradižnik. Se pravi, vse ta prehrana se smatra po kitajski medicini, da je to kisel okus, se pravi, ima energijo kislega okusa. Ne? Zdaj ne bi jedli, tle smo rekli pomlad, nov začetek, jemo čim manj, če je le možno se pustimo, oziroma če jemo, je fajn jesti neke mlade rastline, kalčke, izogibamo se težki in mastni hrani, ki imaš jetra. Presna hrana nam bo prinesla mlado energijo, se pravi, po zimi mi ne bi jedli presno hrano, ker rabimo toploto, zdaj pa počasi lahko jemo presno hrano, ker te toplote več ne bomo rabili, ne? Ker itak prihaja poletje. Zdaj tle imamo par stvari, recimo, ne vem, baziliko, regrat, lahko v vseh oblikah jemo, raca je priporočljiva, jo mi zelo malo jemo, ampak raca je priporočljiva, sploh za krepiti jetra. Jajca so zanimiva, jajca spomladi lahko zelo veliko jemo. Ne bi jih pa ne jedli poleti pa po zimi. Ravno tako jih jemo lahko zelo dopoldne, ne pa zvečer. Ampak lahko zdajle, recimo pomlad, pa dopoldne lahko pojemo zelo veliko jajc, pa ne bo nobenih slabih težav zaradi tega. Ok, limone ste že vi, gospod, povedal, da pol pač dela bazično, ampak limono mi lahko uporabljamo tudi za jutranja čiščenja, se pravi, zjutraj spijemo kozarc vode z eno limono, to pomaga pri odplakovanju težkih kovin iz telesa. Pač jetra čistijo težke kovine in s tem si pomagamo, da te težke kovine odplaknemo. Gre to bolj za te težke kovine, ki prihajajo skozi dihanje, ker je v zraku veliko tega, skozi kožo in skozi prehrano, te pesticidi pa te stvari. Ne? Ampak ne vem, neke težke kovine, ki prihajajo od amalgamskih plomb, potegne živo srebro, pa to pa ne. Tistega pa ne moramo na ta način. Ampak drugače pa si s to vodo pa limono lahko zelo pomagamo. Vsako jutro na tešče popiti kozarc vode z eno limono ali pa pol limone stisnjene, pa 10 minut počakati, potem pa karkoli ostalega.
Kaj pa, če recimo samo vodo spiješ, kasneje pa limono poješ? Fajn je zjutraj na prazen želodec to narediti. Ja, Da se spije, lahko tudi celo limono pojeste sam, tisto ni tak problem, ampak z vodo se bo lepo šla v želodec pa naredila Tisto že tisto ko prej svojo spijemo funkcijo. vode. Tukaj sem napisal čiščenje jeter na naravni način. Zdaj je moda zelo, da imamo neke razne zelo agresivne, piti neke olja, pa to pa zelo agresivno delovati. Dejansko je zdaj obdobje, ko imajo jetra svoj maksimum. Se pravi, jetra imajo svoj maksimum energije, ne brez razloga, zato ker ga rabijo. Rabijo zato vse, kar smo rekli. Zato, da mi funkcioniramo normalno, zato, da smo lahko odporni proti tem spomladanskim spremembam. In zelo nespametno je jetra zdaj obremenjevati z nekimi težkimi dietami, pa s nekimi težkimi čiščenji. Najboljši način za čiščenje jeter je 3 tedne po 3. uri popoldne ne jesti nič. Na ta način se bodo tudi zamaščena jetra zelo lepo čistila. Se pravi, ob 3 popoldne zapremo usta Pa vodo piti. in živimo od ljubezni. Se pravi, samo vodo piti, tudi čaja ne kave, ne nič, samo voda. In če to zdržimo 3 tedne, nam pol pride v navado in sploh ni problema tudi pol kasneje zdržati, da zvečer ne bi jedli. Tisto, kar smo prej rekli, da se ne bi po 6. uri zvečer obvezno ne več jedel večerji. Ampak na ta način se jetra na naravni način same sebe obnovijo, ker jih ne bomo obremenjevali in one bodo imele toliko več časa same sebe. Jetra so organ, ki se najhitreje obnavlja. Celice jeter so tiste, ki se najhitreje obnavljajo in na ta način jim damo, da se bodo obnovile. Ampak samo nekaj vprašam, kako bo to zgleda pri enem, ne vem, treniranem človeku? Hrana. Recimo. Ja, zdaj tam pač ekstremni so, ne? Ampak večerne prehrane nihče ne rabi, če še toliko trenira. To je fama teh prodajalcev prehranskih dopolnil, da je treba po treningu pa in šejk spiti. Pa ne šejk, naravno. No, ali pa tako, normalna ni hrana. potrebe, ker za spanje ne rabimo nobene dodatne energije. Ne? Mi, če zvečer treniramo, smo pokurili tisto, kar smo že prej pojedali in potem gremo lahko spat. Seveda smo lačni, ne? Ampak to se da s kozarcem vroče vode ali pa ne vem, spiti neki kompotek pojesti ali pa nekaj takega drugega pa ne. Ker če bomo mi zvečer jedli, pa šli spat, bo hrana ostala v želodcu, prebava ne dela več pol. Tam po 11. uri se prebava ostala. Hrana ostane v želodcu in želodec pač tudi nič ne dela, ampak celo noč pa mečkam šprica kislino na tisto hrano. Ne? In zjutraj, smo rekli, ob 5. zjutraj se začne ta maksimum energije na našem črevesju in takrat se začne spet ta metabolizem. Ne? In takrat začne spet, se pravi, bo šla hrana iz želodca proti črevesju in to je totalno vse zakisano, to je sama kislina. Zato ni dobro zvečer jesti. Ne? In tudi če smo trenirani, ni. Zjutraj pač močan zajtrk. Začeti je težko, ne? Težko je se navaditi, ker če si navajen po treningu jesti, imaš problem domov prideti pa ne jesti, to je logično. Ne? Ampak če se to zdrži recimo 3 tedne, iz lastne izkušnje vem, ostane ta navada in pol ni problema. Smo pa zjutraj pol toliko lačni, pa fajn pojesti. Ne? Ja. To me zanima, kaj pa to močni zajtrk? Mislim, ni to pomemben močnik, kot je pomemben kvaliteten. Se pravi, da so res, da je naravno, da nimamo zdaj neki. Ni problem, lahko je tudi, ne vem, neki misli z mlekom, recimo kozi in pa tem, ne? Pa kakšen sadež noter, ampak ne bi bil samo en sadež, ne? Da ga narežemo noter. Ne vem, tle imamo kiwi napisan, kiwi je recimo poln enih vitaminov, ampak kiwi je treba pojesti sam. Se ga lahko zjutraj recimo po tisti limoni pojemo še kiwi, ampak po spet ene pol ure ne smemo nič drugega jesti, zato da telo absorbira ta C vitamin iz kivija, drugače ga ne bo. Drugače kiwi gre ven, pa ni nič poseben od njega. Ne? Isto recimo ananas. Mi vemo, da sadje ne smemo jesti po hrani, ne? Se pravi med 2 obrokoma vmes lahko jemo sadje, drugače pa saj 2 ure po obroku ne bi ne jedli nobenega sadja, zaradi tega, ker prihaja do fermentacije. Ananas je edini sadež, ki ga lahko jemo takoj po obroku, pa sadež, ki ga lahko jemo tudi zvečer. Ne? Se pravi, so vedno tudi neke izjeme. Ne? Ampak načeloma, ja, lahko je tudi, ne vem, en tolstek kruh, fino ga je zdaj še v tem obdobju kruh malo popečt, ampak toliko, da ni črn, samo toliko, da gre vlaga ven, ker tista vlaga je v telesu pol dosti probleme dela. Ne? Pa namazati marmelado gor. Ne? Ampak fajn je, da so naravne stvari, se pravi, fajn je, da je hrana, iz katere bo telo potegnil neko esenco. Ne? Lahko so pa zajtrki zelo raznovrstni, ker v tem času ima ta želodec pa vranica maksimum energije in boste vse predelala. Mi lahko zelo mešamo pri zajtrku. Pač, moramo se držati nekih pravil, kateri stvari se pa ne sme mešati. Ne? Ampak načeloma lahko kar dosti različnih hran pojemo zjutraj.
Ni pa zelo pametno zdaj jesti samo sadje, ker sadje je hladna hrana. Ne? Sadje, ker zdaj mi danes nismo šli na to, ker to je še bolj zakomplicirano, da Kitajci delijo hrano tudi na to, kaj bo ona v telesu naredila. Se pravi, mi lahko pojemo nekaj, recimo smo rekli, limona postane alkalna, ne, v telesu. Vsaka hrana ima v telesu potem še funkcije, ali bo izsušila telo, ali bo vlažila, ali bo povzročila veter v telesu, ali bo povzročila vročino v telesu. Ne? In recimo sadje je načeloma hladna hrana. Kaj to pomeni? Načeloma hrana, ki je rastla takrat, ko je bilo zunaj zelo vroče, je mogla vse prezviti neke hladilne sisteme, da je sploh preživela. In ti hladilni sistemi potem v našem telesu, ko mi to pojemo, hladijo naše telo. In obratno, se pravi hrana, ki dela, ko jesen dozoreva, recimo ne zelje, repa, pač te, ali pa neka pozna jabolka, ta hrana bo pa v telesu potem grela. In to hrano potem mi po zimi jemo. Se pravi, lokalno nam načeloma da narava dosti tiste hrane, da pač jemo tisto lokalno, pa v tistem obdobju. Seveda smo Slovenci tle mečkrat imamo vsem po zimi ali manjšo izbiro, no? Ampak načeloma je pa se kar da skombinirati. Bo šlo. Treba počas, ne? Prekinati. Jaz sem samo to. Ker kdo ima avtomobile v kleti, do 9. ure mora vedeti. Do 9:15 piše. Ja, 9:15, ali pol v redu. Zdaj jaz sem vam poskušal, da imam potem še nekaj od te vadbe Qigong, bomo to zdaj drugič uporabili. Ja, No? še enkrat pride. Ja, z veseljem. Zdaj upam, da sem vam uspel mečkam predstaviti to zelo težko pa čudno filozofijo, za nas malo nenavadno. Ne? Ampak to so naravni ritmi, to so ritmi, ki so enaki tisočletja. Pomlad je bila vedno po zimi, nikoli ni prišla za poletjem pomlad. Pač, to so ritmi in tako tudi naše telo funkcionira, naše telo je tega navajen. Seveda je zdaj, smo zelo zmešani, ne? Teh zadnjih 50 let smo zelo zmešani. Prosim. Morfologije, ja. Po izkušnji vem, da je to spet za eno predavanje. Res, ker to je spet tista osnova tistih 5 elementov, sam potem je pa konstitucija, pa značaj, pa barva kože, pa temperatura kože, pa v bistvu vse živo, oblika ust, da najdemo, kakšna morfologija smo. Ne? Ker eno je morfologija, se pravi to, naša morfologija je to, kaj so naši starši jedli. Pa njihovi starši jedli, to se pač v nas nalaga. Ne? In to nam da tisto postavo, osnovno, katero mi imamo. Ne? Ampak seveda, vsi stresi, način prehranjevanja nas lahko tudi zelo spremeni in dobimo novo morfologijo, ne? Kjer ni tista naša originalna, ampak nas trenutno pele. Se pravi, če bomo mi jedli veliko sladkega, bomo pač bolj okrogli in bomo tudi tak karakter. Kakor je pač, se pravi, to je običajno vranični karakter, smo malo drugačni. Ampak dejansko so pa to stvari, ki so nam dane. Ne? Ki so nam pač dane in s tem se sprijaznamo oziroma na ta način probamo živeti, temu prilagojeno. Ampak to je dejansko za eno predavanje, ne? To je res za predavanje. Če vas pa zanima, tle so moje vizitke, pa se lahko kdaj vidimo, pa se pogovorimo, pa pogledamo. Ker bom tudi delal neke delavnice, ko bomo spoznavali svoje morfologije, ker ni tako enostavno, da bi kar določali. Eni so zelo taki, da ga lahko takoj določiš, večina pa ne. No? Jaz bi samo upam, da ste kaj izvedeli? Ja, da. Smer sem predal, knjižniki se bodo navadili, bodo zaradi mene vedno nadure delajo. Okay.